Dobrodošli na prav posebnem srečanju. In sicer danes z mojo ženo Mokšo gostiva dva zelo karizmatična gosta. Gospo Polono Kambič in gospoda Gregorja Kosa. Dober večer. Dobro večer. Zdaj vidite, kako pri nas žena vlada. Mi že dala roko gor, naj se ustavim, da bodo lahko še oni pozdravili. Seveda, da ona lahko pozdravila. Tako da, ja, ok. Danes se bomo veliko hecali, v vsaki šali malo resnice, ne? Tako da ni to mišljeno kot nekaj zelo zategnenega, karkoli, ampak gremo dalje. V novičkah in Facebook objavi ste lahko prebrali, kaj je namen današnjega Zoom srečanja. Preko četa boste lahko tudi vi postavljali vprašanja, če bo mogoče tudi v živo, vendar glede na številno udeležbo prijavljene, zdaj se vključujejo, eni zamujajo, ne, bomo žal le redkim lahko naklonili to priložnost. Zdaj smo še vsi taki resni, zategneni, počasno bomo sprostili, 2 uri bo trajalo, na koncu bomo pa že ležali, ne? Okay. Trajalo, kot sem rekel, naj bi približno 2 uri. Po 1 uri bomo naredili cirka 10 minut odmora, potem da se potem pa nadaljujemo. Če ste prebrali informacijo o današnjem dogodku, potem ste lahko tudi videli intervju, ki ga je z današnjima gostjama opravila znana astrologinja Šana. Aleks bo dal tudi link, tako da če ste kaj zamudili, da boste lahko pogledali. Zato ali pa gre se na Facebook ali pa na našo objavo. Zato bomo preskočili vprašanja, ki so bile tam že odgovorjena. Ali pa bomo zelo na hitro odgovorili. To boste odločila najina gosta. Gosta tudi ne bomo posebej predstavljali. Jaz upam, da ste domačo nalogo, tisti, ki ste utegnili domačo nalogo že naredili, pogledali ta videoposnetek Šano. Če ne, imate pa še vedno možnost, kot že rečeno. Torej, ne bomo gosta posebej predstavljali, se verjamem, da jo vsi že poznate. Vse skupaj naj bi potekalo v smislu izobraževalne narave oziroma coachinga, ker večina vas, ki spremljate najino delovanje, veste, da enkrat letno naredimo pred novim letom brezplačni coaching in povemo in astrološko, in geopolitično, in monetarno in tako naprej, kaj se bo naslednjem letu dogajalo. Tako da, če to še niste pogledali, ali pa tisti, ki ste mogoče še me ne poznate, ne poznate, bo Aleks dal tudi link na ta lanskoletni, se pravi novembrski 2021 brezplačni coaching, da si lahko pogledate, kaj vse čaka. You will own nothing and you will be happy. Se pravi, nič ne boste imeli do 2-3 več lastnine, tak je plan globalista, ampak boste pa srečni, ne? Seveda bomo mogli definirati, kaj je sreča, ne? Ja, res je. Ok. Torej, vse skupaj naj bi potekalo 2 uri, upam, da je to vam ok. Če vam pa ni, se pa lahko vsak moment izklopite in pogledate videoposnetek, ki ga bomo tudi predvajali. Ok. Ker sem družinski človek, ne morem mimo dejstva, da si Polona rojena v družini z 8 otroci. Prvo vprašanje, kako je ta skupnost vplivala na tebe v življenju? Ali je človek zaradi tega morda bolj timski player, pripravljen pomagati, morda manj sebičen? Kaj se ne smeješ? Res najprej iskrena hvala mojima staršema, ki sta me sprejela pri svojih 43 letih kot 8. otroka in sem jima res hvaležna, kajti gotovo sem z razlogom na tem svetu, tako si mislim. In seveda kot najmlajša sem imela tudi mnogokrat kakšen privilegij, velikokrat sem očetu sedela v naročju, tudi mi je dal kakšen priboljšek, ki sicer v številčni družini ni bil tako pogost. Seveda smo eden od drugega nosili obleke in kot najmlajša sem imela vedno tiste najbolj ponošene. Bili smo pač praktični, živeli smo na kmetiji, ni bilo kakšnih denarnih sredstev prevelikih, oba starša sta bila samo kmeta, noben ni bil zaposlen.
In naučili smo se skromnosti, deliti drug z drugim. In to mi je gotovo potem tudi koristilo naprej v življenju, da pač moraš poskrbeti tudi za drugega, ne samo zase in deliti stvari. Aha, a misliš, da to kaj vpliva, da si že 3 mandate semiška županja? Ne vem, če to ravno vpliva, nekako me je to... Ta skupnost, mislim, ta družina velika. Ja. Zdaj imaš veliko družino, ne? Zdaj imam veliko družino. Pa malo boš imela še večjo. Seveda. Verjetno ta skrb, ne, za ljudi potem, da je potrebno poskrbeti za vse ljudi, izhaja mogoče tudi iz velike družine. Prav gotovo izhaja. Ja, šokantna informacija, ki ste že v novičkah lahko prebrali. Danes je v Sloveniji družina z 8 otroci in staršema dolžna kar 200.000 evrov, če znaša dolg na vsakega slovenskega državljana 20.000 evrov. Pred pandemijo, ne, velikokrat se nam zareče, pa rečemo plandemijo, ne, je bil dolg 15.000 evrov na vsega. Torej, koliko sem že zapisal, moj vnuček je 9 mesecev star, še dobro ni začel živeti, že 20.000 evrov dolžen. Tako da, če je taka velika družina, Toliko o tem, kar nam govorijo, kako naj bi skrbeli za nas, ne? Kako so nam olajšali krizo, kako so nam dali bone. Jaz kar tistih par kocink imam na glavi, mi grejo po konci, ko mi nekdo reče, vlada je zagotovila sredstva za bone, vlada je pomagala upokojencem, vlada je pomagala mladim. Pozabi pa povedati, da nihče iz žepa ni dal niti evra in da je vse to na dolg nas in kar je še hujš, na dolg naših otrok. Zdaj si mi dal asociacijo na Krambergerja, Ja. ki je v bistvu pa svojega žepa vse dejal. Točno Pustimo, to je že druga zgodba. Gregor, ti imaš 2 majhna otroka. A ne? Res je. Koliko sta stara? Hčerko 5 let in sina 2 leti. In ko se mi je hči rodila, se mi je res obrnilo življenje, ker večkrat sem poslušal, videl, kaj pomeni, sestra je imela že otroke pred menoj, pa je mlajša sestra, veliko prijateljev. Nekako ni prišla priložnost, da bi jaz imel prej, imela sva jih soprogo relativno pozno, ampak ko se mi je rodila hči in res, ker je pač ona se prva rodila, se je moje življenje pa res postavilo v neke popolnoma druge smernice. Jaz se prav spomnim, v jeseniški bolnici smo bili, kjer se je rodila in tisti trenutek je bilo nekaj in od takrat naprej sem vedel, da je moje življenje, kakršnega sem živel do takrat, končano in da od tega trenutka sem zdaj oče. In takrat sem tudi vedel, da se je tudi poslanstvo v družbi zame popolnoma spremenilo, ker sem začutil, da je odgovornost na meni, da moram narediti vse, da bosta ta dva, oziroma najprej ona, pa potem še sinček, ki se je kasneje rodil še, da moram narediti vse, da bosta živela lepo življenje. To ne govorim v materialnem smislu, daleč od tega, ampak z pravimi vrednotami, v pravem okolju, v zdravju, hrano in vse. Zdaj si mi dal asociacijo, ko sem se peljal v bolnico Jesenice, ko se mi je pred 31 leti rodila hčerka. No, in poznam ta občutek v praksi. In to je tudi iztočnica tega, kar se danes pogovarjamo, da govorimo vse iz prakse in ne iz filozofije, teorije, pa če si nekaj doživel, potem o tem govoriš. Zdaj v bistvu vidim vaše čete, oziroma zmogšo jih vidva, tako da če bo zdaj kakršnokoli tako vprašanje, na katerega še ni bilo odgovorjen, ja, si ga bomo zabeležili. Bo Mokša kar uskočila. Jaz tele vidim, če jaz malo skočam. Dobro večer, želim vsem, zanima me, zakaj niste podprli A3 člena in 90 člena za spremembo ustave? Dezinformacija. Med prvimi smo podprli pobudnico, javno smo napisali velik poklon do tal za vse, kar dela, tako da nažalost je treba včasih vedeti dejstva, ne pa sam kaj nisi, pa kaj ne bi, tako da smo podprli brez skrbi. Lona, širši javnosti si postala znana, ko si kot semiška županja v že 3. mandatu, kot sem danes že rekel, v času pandemije brezplačno ponudila svojim vaščankam zemljo v obdelavo. Skrbela si za preventivo tako, da si se dogovarjala s ponudnikom vitaminov, da bi tvoji župani
oziroma vaščani, Občani. se bojo. Sej, ko greš ti na novo funkcijo, bo kakšen župan. Bojo tvoji vaščani dobili brezplačno vitamine za jačanje imunskega sistema. Poskrbela si, da so vaščani brezplačno dom dobili revijo za zdravje, ki je vsebovala nasvete, kako lahko vsak preventivno poskrbi za svoje zdravje in tako dalje. Ja, takrat, ko se je začela ta epidemija, so vsi samo govorili o tem, kako je to strašno in se mi je zdelo, da ljudje dobivajo teh strašnih novic vse preveč po medijih in tako. Zaradi tega sem jaz začela opozarjati in pa opominjati, da je pa treba razmišljati tudi o neki preventivi, o lastnem zdravju, o čim več gibanju, o prehrani. In seveda, ko razmišljaš o prehrani, potem si, ker smo na podeželju, to hrano lahko tudi sam pridelaš in tista je najboljša in najbolj zdrava. In tako smo tudi ljudem ponudili, če nimajo svojih njivic, pa v našem okolju v glavnem imamo svoje njive in vrtičke, ampak nekateri pa jih tudi nimajo, ki živijo v stanovanjskih blokih in so se lepo odzvali, tako da smo bili veseli, ko je družina se prijavila, ko smo ji lahko dodelili to zemljico, kjer si še danes pridelujejo svojo hrano. No, kot si rekel, pa tudi ta pomen vitaminov se mi je zdel zelo res pomemben in sem razmišljala, na kak način bi lahko v vsako gospodinjstvo kakšen zavitek D-vitamina prispevali kot občina. Poskušala sem na vse načine s proizvajalcem, da bi mogoče kaj ceneje, kaj sponzoriral, vendar sem da potem res žalostna in na nek način presenečena, da ne morejo si utrgati od ust niti kakšnega evra, da bi lahko recimo mi lažje prišli do tega in vsakemu od gospodinjstev dali ta zavitek D-vitamina, tako da ta realizacija potem ni prišla do konca. Smo pa poslali v vsako gospodinjstvo tudi letak o zdravem načinu življenja, se pravi, da osveščamo ljudi, ne poslušajte samo te televizije spomladi, pojdite ven, pojdite na zrak, na sonce, gibajte, dihajte. Tudi sama sem nekako z zgledom to pokazala in marsikdo, verjamem, da je to tudi slišal in tudi naredil tako. Opozarjala sem tudi, da bo za pomladjo in poletjem prišla jesen in zima in da bo takrat zelo pomembno, kaj bomo dali v svoj lonec in seveda tudi, kako bomo zdravi. Kajti, ko si lačen, si res drugačen, si vodljiv in si tudi prestrašen, tako da velja res tista rek, ki ga naši mladostniki povedo. Pomembno je, da poskrbimo za svojo prehrano, za svojo družino, da vemo, kaj jim damo na mizo. Medtem sem videl na vprašanje, ste že seznanjeni, da sta Rusija in Kitajska podpisale sporazum in kaj menite, kaj to pomeni za človeštvo in na splošno? Ja, vemo, za 30 let so podpisali sporazum, tako da poznamo te stvari in na to temo pridemo malce kasneje. Zelo vroča tema. Sva s Gregorjem prej rekla, če se te teme lotimo, za 3 ure imamo dost. Res je. Ampak še eno vprašanje za Polono. Vrhunec, da so te ljudje spoznali, je morda bil, ko se nisi ustrinjal z ukrepi v času pandemije, predvsem ne, da bi otroci pri pouku nosili maske in vdihavali ogljikov dioksid namesto kisika. Takrat je minister, kateri že bil za javno upravo. Bomo ga imenovali. Ja, za javno, nam nič imena govorila, ja. Za javno upravo javno zahteval tvoj odstop. Tvoj odgovor mi je bil fenomenalen. Pa bom kar istočnice dal, pa ti boš pa manjčkam bolj globoko šla. Jaz po spominu, ko sem bral to, si odgovorila takole, si rekla, jaz sem županja že 3. mandat. Mene je izbralo ljudstvo oziroma ljudje vaščani. Me že mrzi. Med vrsticam si pa povedala, da je pa on bil politično stavljen in Gregor je dobro komentiral, rabaš en glas ali kako že. On ni niti enega glasu dobil, da je postal minister. Nekdo ga je poklical, pa mu je rekel, dragi moj, bi ti bil minister in je postal minister. Niti enkrat ni rabil se predstaviti ljudem, povedati, kakšni so cilji, vizija, karkoli.
Sicer je podpisal neko prisego, ki verjamem, da se je ne spomne, ker če bi se jo ne bi delal to, kar dela, ampak to je pa vse. Ja, jaz sem pač opozorila takrat na to, da je treba ravnati po zakonu, po ustavi in gotovo PCT v osnovnih šolah ni imel te podlage, kot je nima še tudi danes. Seveda sem naletela nekako na gluha ušesa na eni strani, na drugi pa na ta medijski linč, ki je bil podprt, kot si rekel, z zahtevo po odstopu strani resornega ministra, ki res mimogrede bi lahko vedel, na kak način se zbira župan ali županja in kako se tudi odstavi, se pravi, ljudje te zberejo s neposrednim glasovanjem in tvojo zaupnico tebi dajo na naslednjih volitvah, ne pa, da bi te lahko kdorkoli ali pa občinski svet ali celo državni zbor odstavil, kot je o tem govoril in mogoče tudi zavajal na nek način javnost. Tako da jaz sem še danes županja in me ni premaknil. Prosim, ampak ministri pa ne zavajajo. Sploh pa ne, če so pravniki po izobrazbi, on pa zagotovo ne more. To pa je bilo zavajanje, moram reči. Da mi povej, kaj si takrat občutila, ko si ta medijski linč, ko ga sama imenuješ, ko si to dobila, ker pač vem, kot županja si tega že veliko doživela. Tudi če bi se z Gregorjem pogovarjal o teh linčih, zdaj je Gregor zelo aktualen, zelo zanimiv, zdaj spoznava samega sebe skozi druge oči in možgane in prste. Kako si to doživela, ko si videla, da je minister, a si se ustrašila, a te je zabolel, ali si občutila krivico, kaj si občutila? Mene občutki zanimajo. Mogoče čustva, ki so priorela, mogoče kako je odreagirala tvoja družina, tvoji vaščani, tvoji zaposleni, ko vidijo nekaj takega. Ja, to je bila v bistvu prva taka izkušnja s takim linčem zame in ko preden sem dala v javnost ta dopis, sem kar pomislila na to, kaj se mi lahko zgodi in sem se pač odločila, da ne glede na to, kaj se mi bo zgodilo, bom temu sledila svojemu srcu in to tudi naredila, tako da me tudi sodelavka recimo mi je rekla, županja, pa joj, zdaj bomo imeli novinarje, pa veš kaj bo, če boš to dala se mi je seveda predhodno še v pregled, kaj misli ona. In sem rekla, ne, nekdo mora tudi ta korak narediti in jaz vem, da ne bo lahko, seveda nisem pričakovala nič lepega, v bistvu sem pričakovala te stvari in potem sem jih tudi na nek način dobila in ko si rekel, kako so to tudi doma reagirali, ni lahko za domače, ker so potem pač tudi izpostavljeni v javnosti pred svojimi prijatelji, pa se ljudje sprašujejo, kaj pa je zdaj s to tvojo ženo, s to tvojo mamo. Seveda, vsi razmišljajo v eno smer, zdaj ona pa v neko drugo smer, pa potem so razni vzdevki z anti to in anti ono. Ni enostavno za družino, ampak moram reči, da smo nekako kar prišli skozi to, mogoče tudi zato, ker sem pa na drugi strani imela toliko podpore strani javnosti iz celotne Slovenije. Jaz moram reči in se res zahvaliti. Dobila sem toliko enih lepih stvari, od risbic, rožic, zapisov, zahval. No, tudi tule imaš v komentarju poklon Poloni za pogum in pa tvoji pokončni drži in da pogumno naprej, tako da kar mrazime, kot ti to daje potem neko nov elan, da si pravilno bo rekla naštela na po domače. Ja, te stvari so mi dali toliko energije, da enostavno me tisto drugo sploh ni tako doseglo in zadelo. Res, jaz sem se sama sebi res čudila, da me tisto sploh ni dotolklo. Enostavno sem to jaz sem omenila, je šlo mimo mene in sem se osredotočila na te lepe stvari, na toliko otroških risbic, rokice so risale majhni otročki ali pa z tisto narodno pisavo se zahvaljevali, tako da to so bili pa taki nepopisni trenutki, na katere pa nisem računala in sem jih dobila in jih ne bi dobila, če bi bila nekje varno v nekem zavetju in samo sledila. Sedaj moram povedati za tiste, ki ste z nami prvič in vas bo kdaj zmrazil, se pravi, so te naježa, ko boste čutili srce enega ali drugega sogovornika, ali pa naj mogoče, da včasih so misel pred razvojem znanosti, da so glasilke povezane direktno s srcem.
oziroma skeletni. Embriologija, navek razvoja zarodke pa dokazal, da so glasilke povezane ne direktno s skeletnim, ampak z srcem. In potem so bile študije kot HeartMath in tako naprej, da je 5000-krat več možganov v srcu in nevronskih povezav in tako naprej. Tako da, kaj hočem povedati, če vas bo zmrazil, pa če si zapisujete te stvari, priporočam, da si zapišete ob besedah ali pa karkoli bilo, da vas je zmrazil. Ker to je ena koda za vas in nekaj vam to sporoča. Potem pa je prišlo še na vprašanje, ampak glede na to, da se nanaša na, piše glede na, da je Slovenija korporacija z neznanim lastnikom, o tem bomo tudi kasneje se pogovarjali, tako da je to še del nečesa, kar sledi v nadaljevanju. V glavnem, ja, bo Gregor malo več o tem povedal, ker najbolj pozna, ampak ja, mi smo last ameriške korporacije z neznanim lastnikom, tako da, ampak malo več kasneje o tem. Ok, Gregor, po izobrazbi si magister politologije. Odkot ideja, preblisk, malo si za hčerko že povedal, oziroma odločitev, da se ustanovi nestrankarsko gibanje Zdrava družba, ali morda s tem intuitivno povezana tudi joga, ki jo že leta prakticiraš? Nikoli ne bom pozabil soočenja na volitvah 2018 na TV Slovenija, ko smo se pogovarjali že takrat o nekih izrazih, o neki novi politiki, napram stari politiki, nekaj, kar je zdaj zelo aktualno v letošnjem letu, ker to dejansko udejanjamo. In recimo prej, ko sem poslušal Polono, stara politika misli, da bo z starimi orodji ustavila novo politiko, pa jim ne bo ratal. Kvečemu moč in zalet nam daje. In prav ta misel me je šla prej. Ampak, ko sprašuješ, kako je nastala ta ideja, takoj, ko smo se začeli pogovarjati in smo vedeli, da se spremembe oblikujejo in udejanjajo v polju politike. V ta polje je treba vstopiti, če hočeš karkoli spremeniti. Ja. In ko mi smo že v začetku vedeli, da ni variante, da bi imeli podporo množičnih medijev, da bi nas kdorkoli pohvalil javno, ker je seveda to skregan s to staro politiko. In vedeli smo, da je edini način, da karkoli naredimo, teren. In mi smo se že lansko leto februarja usedeli v avto, naredili do danes preko 20.000 kilometrov, obiskali več kot 68 lokacij s predstavitvami in ko smo razlagali, kaj želimo, smo v parih mestih ugotovili, da kakršnakoli povezava, neparlamentarna stranka, politična stranka, karkoli z besedo stranka, je bila v dvorani tišina še večja, kakor prej smo to besedo uporabili, in oči sogovornikov so šle iz pogleda do tistega, ki je nekaj govoril, v tla. Nažalost se je strankokracija v Sloveniji v 30 letih tako, moram uporabiti to besedo, zagabla ljudem, da je ni več barve, logotipa, nasmeha, nič več nam ne morejo predati, ker ne moramo več na te trike padati. In ko smo pol naprej iskali, kaj zdaj, ne moramo se ustaviti, vemo, da je treba nekaj narediti. In ravno takrat smo se začeli srečevati tudi z lani poleti, že z županjo Semiča. Ona nam je tudi rekla, bi sodelovala, verjamemo ta programska izhodišča v to, kar delamo, ampak nikoli več v čemarkoli, kar še diši ali pa je stranka. In spet, kaj zdaj, kako iz tega spet ven? In pa smo šli gledati in preučevati zakon in našli smo rešitev, ki je 30 let napisana, pa se je noben ni upal ali pa videl sploh ali pa opazil, ker je bilo toliko lažje karkoli drugega delati. Ampak zdaj lahko res rečemo, da očitno smo vedeli že vnaprej, na katero pot moramo iti, zaupali smo. Jaz moram reči zase in verjamem, da tudi Polona isto, od prvega dne nisem dvomil, da nismo sposobni zbrati 8000 podpisov, ker tisti trenutek, ko smo se pogovarjali, ko smo to rešitev videli, smo rekli, to je to. Mi za sekundo nismo dvomili, kaj pa, če bi rajš kaj laže, niti pogovora ni bilo. Čakaj, Gregor, hočeš povedati, da že imate 8000 podpisov? Zagotovo smo na tako varni poti, da o tej številki ne rabimo več skrbeti.
No, jaz bi vsem tisti, ki bo začutil te stvari, da podpre, ker mogoče poveš samo to, da ta podpis kaj pomeni, da to ne pomeni, da so ljudje glasovali za tebe, pravzaprav povej to od tega gospoda, to bomo Volčane ponovili za intervjuja 95-letnega gospoda. V bistvu 94-letni gospod mi je dal podporo in gospod nima namena voliti, recimo, ali pa mogoče se bo premislil, ampak ima svojo stranko, katero bo volil, ampak gospod je tako moder, da je pač rekel, treba je dati možnost tistim, ki želijo iti na volitve. Jaz si bom dal svojo podporo in mi jo je tudi dal in ta mi pa res veliko pomeni, tako da sem jo tudi omenila oziroma nekako na svojem Facebook profilu omenila, ker je to res nekaj posebnega. No? Ker marsikdo mlad tega ne doume, da je treba dati ljudem možnost, da to ne pomeni in priložnost, da to ne pomeni, da boš ti moral ali pa da boš tega volil. Vse boš imel še možnost en mesec te volilne kampanje se odločati o programih, o vsem, ampak da sploh daš ljudem, da imajo res priložnost, da mogoče kreirajo, naredijo kaj novega, drugačnega, da ni vse... Da je nov veter. Tako. Da ni vse tisto, kar je sedaj edino in zveličano. Ampak zelo važno je to, kar je sicer omenila Polona glede mladih. Včasih se sprašujemo, kje so mladi, ne smo, wishful thinking. V glavnem, oni so edini, ki niso odgovorni za to situacijo, v kateri smo. In tudi ne vejo, kako je lahko drugače. In od njih zdaj pričakovati kakšno bolj odločilno vlogo je še prekmalu. Mi moramo pokazati, kaj je lahko drugače, in ko bojo to začutili, pa verjamem, da tako, kot je bilo začetki zbiranja podpisov, ko se je začel, pa počas so številke rastle, ampak pol je pa kar naenkrat efekt te snežne kepe, ko se začne valiti, je iz dneva v dan večji, in verjamem, da bo to podobno pri mladih. In da, odgovor na tvoje vprašanje, Boris, podpora pomeni zgolj priložnost, da se sploh lahko udeležimo volilne kampanje oziroma tekme. Takrat se bomo lahko šele predstavili in kandidatke in kandidati in programska izhodišča. Smo si pa vzeli domačo nalogo pred začetkom volilne kampanje in kar je zdaj največji efekt tega je to, da bomo vstopili v volilno kampanjo, kjer bodo te, ki so zdaj v parlamentu, bodo tam mislili, da so nekaj posebnega, pa bojo prišli tja s 3 podpisi. Neparlamentarne stranke z 800, mi pa z 8000. Jaz mislim, da je bo kar več, 10.000 ali več. Ne? Upajmo. Mogoče bi tega mečkaj še bolj povedal, da je bilo to prvič v zgodovini Slovenije, da si nekdo upal toliko riskirati. Vi bi lahko imeli stranko in bi šli po starem kopitu, zbrali tistih par glasov, če temu tako rečemo, ali pa podpisane 3 poslancev, kako je. In bi bilo, ampak vi ste se odločili, da se z 8000 glasovi, to je riziko, to bi dejansko, in še na volilno enoto je treba bilo dati 8x1000, ja. Torej ne 8000 kjerkoli, ampak v vsaki najmanj 1000. 8000, tako, v vsaki volilni enoti. Lahko še tukaj nekaj dodam. Ko je Gregor omenil, da je pač me obiskal, no, in da sem tudi jaz začela razmišljati potem v to smer. Jaz sem v nekem trenutku, sva se tudi midva enkrat pogovarjali o tem, pač prišla do zaključka, da so politične stranke v bistvu leve in desne eno in isto, da so v nekem globalu eno in isto, in sem se res odločila, da ne želim več sodelovati v tem polju takšne politike, da bi pa sodelovala, če bi bilo možno iti brez politične stranke. Jaz takrat sploh nisem vedela, da imamo v zakonu to možnost. Jaz sem vedela, česa ne želim, ne? Kaj bi in kaj si ne želim. No in to sem potem tudi Gregorju povedala, sem rekla, lahko, ampak ne, če bo politična stranka, pa me ne zanima sodelovanje. No in potem Gregor mi sporoči, še korespondenco imam na mailu, ja, je možno, ampak 8000 podpisov. Sem rekla, seveda, to naredijo zaradi tega, da je težja pot, ampak jaz mislim, da je ta pot prava. Mi bomo, kakšno sporočilo bomo dali ljudem in političnim strankam, ko bomo imeli 8000 podpisov. Jaz sem prepričana, da bomo to zbrali. In tudi jaz nisem tega... Bodo vedeli, da ljudje so ljudi, ne? In ja, tukaj je poanta. Zvedeli smo sicer pred dobrim tednom, da so leta 96 razmišljali, da bi to proceduro uporabili,
pa niti blizu baje niso prišli, da bi jo sploh šli v izvedbo ali pa karkoli. Tako da ja, prvič v zgodovini Slovenije, očitno smo mogli počakati 30-letnico, da je nekdo našel to možnost, da se je ni ustrašil. Jaz celo mislim, da so jo pustili kot nek privid demokracije v zakonu, pa so si mislili, da se nikoli noben nav tako nor, da bi se česa tazga lotil. Ampak evo, mislim pa, da je bila to edina prava pot. No? Če zmagate, bo naslednjič, da zapisaš. Ja. Ampak v tem sem nekje bral, da je ta možnost. A ni tudi ustavni pravnik, dr. Teršek, nekaj pisal o temu? Seveda, z njim smo takoj preverili to opcijo. Jasno, ko nekaj najdeš, ne veš, ali je to zdaj kar nekaj napisano, ali je to res. Takoj smo se z njim posvetovali in zelo v kratkem roku po tem, ko smo to našli, je ne samo, da je verificiral, da ta možnost obstaja, ampak nas tudi napotil, da jo pač uporabimo, da ne vse sile upremo v to, da gremo po tej poti. Ampak mogoče še korak nazaj, prej si omenil stranke, mogoče nekateri, tudi ki nas danes spremljajo, vejo, da smo mi že imeli politično stranko, mi smo jo imeli registrirano. Torej, mi bi brez problema lahko se šli enostavnejšo zgodbo. Zbirali zdaj 8x100 podpisov in rekli, gremo mi po čim enostavnejši proceduri naprej. Ko smo dejansko videli, ko smo se odločali in ko smo videli predtem ta odziv na terenu, je bilo zelo jasno sporočilo. Jaz sem takoj odstopil kot predsednik stranke in kot član stranke. Stranka je šla v proces ukinitve, formalno sicer še ni, ker imamo zelo pomembno tožbo na vidiku proti javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, ki jo je škoda ukiniti samo zato, da stranko ukinemo, ampak nimamo tam, stranka nima več nobenih organov, telesnih, česar več, je zgolj zato, da lahko ta proceduro peljemo, ampak rekli smo, če ne bomo tega udejanjili, ne rabimo sploh razmišljati o tem, da dobimo kakršnokoli podporo ljudi. In tukaj danes smo. Iz različnih koncev je prišel ta občutek oziroma ta smer se je nakazala. Recimo meni na moj način, dr. Terško spet, pa Gregorjev spet in meni je bilo to znak, da je to prava smer. Ja. Temu ezoterično rečejo sinhroniziteta. Ja. Naključje pa ni. Tle tudi en komentar to potrjuje, mora biti konec strankarskim kultom osebnosti in to osebnosti, ki v glavnem nimajo obraza. Kaj šele srce za ljudi? Hvala za pogum in vero v sodno sleherjenega volivca. Super. In sam še to, kaj je sploh ključni problem strank, ne? Na eni strani to, da noben ne ve, od kje pridejo kandidatke in kandidati, pač nekdo jih pripelje pa reče, Franci bo kle, Štefan bo tamle in mi vsi moramo reči ja. Ne? To je ena stvar, ampak tisto, kar nas je pa verjetno vse najbolj motil, je pa to, ko smo gledali Državni zbor, do zdaj tisti, ki smo ga še lahko, da dobijo strankarska navodila, kdo more kaj pritisniti. In to je pa tisto, kar je pa v neskladju z ustavo, da ti kot poslanec si tam zato, da zastopaš ljudi, ne pa, da dobiš navodilo nekoga pritisni levo ali desno. Poznam eno zgodbico iz prve roke, ko je bilo potrebno glasovati proti obveznem cepljenju, ko je oseba rekla, oziroma poslanka, ki je tudi glasovala tako kot vsi ostali, pa je bilo vprašanje, zakaj si pa tako glasovala, če misliš drugače? Ker bi me drugače takoj vrgli iz stranke. In to edina, ki bi sploh v zadnjih 2 letih se v Sloveniji na to temo lahko oglasila, kar se mene tiče, kar velika sramota glede na parlamente po drugih državah, kjer je kar nekaj poslank in poslancev reklo ne, in to zelo na glas, in so tudi javno povedali, zakaj je. Pri nas je bila pa ta številka teh 90-ih zacementirana nažalost predolgo. No, zdaj imamo pa še za vas eno presenečenje. In sicer Mokša, ki je širše poznana kot evolutivna astrologinja, je naredila astrološki karti obeh gostov. Kajti za to vrstni, narekovajo politični intervju, nisva želela tvegati in ljudem širše predstavljati nove kandidate,
ki ne bi imeli globlje podlage. Oba današnja karizmatična gosta se strinjata, da mogoče lahko malo pove povzetek obeh astroloških kartov. Tisti, ki astrologije dobro ne poznate, to ni šaš-maš, to je čista matematika, ki se izračunava tako kot poštevanka, da zračunaš, koliko je 3x3, veš, da je 9, tako je tudi v tem, sicer pa mogoče ti malo več poveš. Sva pa posnela tudi en video, resnica o astrologiji, ker imamo še eno presenečenje potem. Izvolim, Mokša. Ja, teh astroloških videov je bilo kar nekaj, ne. Ampak da ne bom tako preveč osebno, ne moreš, Gregor je tak pa tak, gospa Polona je taka pa taka, dajmo tako širše pogledati, ne. Več profilov ljudi je, ni jih prav veliko in potem so pa variacije posamezne znotraj teh profilov. In en profil je tak, kot recimo Polonin, ki ga imajo ljudje, ki pravzaprav nimajo nekega jasno začrtanega cilja, neke poti v svojem življenju, ampak sprejmejo tisto, kar jih zanima in jim življenje ponudi. In te ljudje pridejo potem do neke točke, ki ali jo bodo presegli, in naredili bom rekla, to ni samo karierni korak, to je osebnostni korak, ali pa bodo ostali na tistem, kjer pač so in če kdo verjame v reinkarnacijo, se pravi, imeli več sreče v naslednjem življenju. No? Kar veliko kart sem videla, v katerih je ta potencial, ki ga ima človek, da bi presegel samega sebe, ampak redko kdo, ki sem jih pa spoznala, so pa to zares naredili in ene izmed teh je v bistvu Polona, ne. Tako da, in sem ravno prej rekla, veš, ko enkrat presežeš samega sebe, se lahko še večkrat, važen je tisti prvi korak, ne. Potem pa drug profil, ne, je pa recimo tak, kot je Gregorjev, ki imajo pa cilj že tako rekoč od malega pred sabo. Se rodil z njemu, ne? Ja, recimo, ali pa jim malo postane jasen in temu cilju potem tak človek sledi in ob tem raste in zato mu je to kot neka učna lekcija, to sledenje cilju, ker če je naredil neko napako, jo potem nikoli več ne bo ponovil. In zato je zelo dobro za takega človeka, nekako ves čas hodi potem po robu, ker odvisno, kakšni ljudje ga obdajajo, v kakšni okolici živi. In če ima on ljudi okrog sebe z vrednotami, potem bo tudi on hitreje presegel samega sebe, napredoval in seveda hitreje prišel do svojega cilja. Hkrati ima pa on to energijo, da to svojo osebnostno preobrazbo ali rast, razvoj, kakorkoli hočete, vrača energijsko potem ljudem in posledično se razvija, raste tudi okolje oziroma področje družba, kjer on deluje. No. Tako da, bom rekla, nihče od nas se ni rodil popoln, ne? In vsi lahko kažemo s prstom, se poznate tisto jaz kažem na vas, 3 prsti proti meni, ampak ni pa veliko ljudi, ki so pa sposobni videti te svoje napake, jih odpraviti oziroma da jih ne ponavljajo več. No. To, da ne bom preveč intimna, ampak to, da lahko še vsak sam sebe mečkar najde, pa začnete raziskovati, kakšen človek ste. Ključen, da nisi povedala za moje pojme, ki si nem povedala. Vedno ne povem ključnih stvari, reci. Ja, pa jaz povedal, kaj? Ovo je resnica te bo osvobodila, prav, starodavni citat. Se pravi, če sem bolj direkten, ne, Gregor hodi po robu. To sem rekla, ja? Ja, čakaj, ampak če gremo malo globje. On na en način odvisno s kom je obdan. Ja. In to je refleksija ljudi. In kar spremljam zapisal Gregor že nekaj časa, on vedno poudarja to ni stranka, to je nestrankarsko, tle ni šefa, tle ni blagajnika, tle nisem jaz tisti, ki odloča, tle smo mi tisti, ki odločamo. Ja. In to je tisto. Na nek način je odraz družbe, ne, okolja, v katerem živi. Imamo pa še štos, ne, rečemo tako, ne, svetniki tako ali tako ne grejo v politiko. Čeprav, ni več to res, ker šamani zdajle, tako si ti rekel, Gregor, grejo v politiko, ker vejo, da je to edini način, da lahko kaj spremenijo. Točno te. Ker ko gledaš, recimo, ti kot svetnica, mi veliko poveš, Mokša, kako v bistvu te stvari grejo. Če ti, recimo, v državnem zboru nimaš pri 90 poslancih večine, potem nimaš kaj tako rekoč. Mogoče ti kaj več. Absolutno, in to je tisto, kar sem se prej malo že zagovoril, pa sem že prej hotel ti odgovoriti, kako je bilo na soočenju leta 2018 na televiziji, da ko smo, ne vem, kjera tema je že bila o politiki in podobno,
in sem takrat prvič javno spregovoril, da je čas, da v polje politike vstopijo ljudje z duhovnimi vrednotami, in spomnim se, kako je v studiu zavladala popolna tišina. Nihče ni upal nič reči, nič komentirati, sem novinarko vred, in samo videl se je ta šok, kaj pa zdaj to pomeni ljudje z duhovnimi vrednotami, ampak takrat smo to navrgli, takrat smo to spustili v eter, rabili smo 4 leta in zdaj v teh 4 letih, jaz bom tako rekel, hvala krizi, ki si prišla. Mogoče bo kdo me čuden pogledal pa rekel, kaj pa zdaj govoriš, ampak hvala krizi. Ker toliko ljudi, ki se je v zadnjih 2 letih prebudilo in ozavestilo, sem prepričan, da bi najmanj 10 let mogli čakati. Zdaj je pa ta, lahko rečemo, tudi kolektivna zavest se toliko dvignila v Sloveniji, da vse, kar mi govorimo, predlagamo, zagovarjamo, končno je dobilo temelje, da lahko udejanjamo. Že veliko ljudi diha s tem, ne? To. Ja. Zaslišali so. Ja. Aleks, bi te prosil, če daš en komentar. Tele imamo kar nekaj vprašanj. Tako, tega sem mislil. Kar je kar vse. Kar preberga. Pač ena gospa je poslušala vaju vprašanji, ne, in sprašuje, na obvezno cepljenje sta rekla, ne, tukaj piše, ne. Potem javno zdravstvo ali privatizacija, korupcija v zdravstvu. Ampak mogoče, če te smem mečkam prekiniti. Seveda, prosim, se je več v različnih vprašanjih. Ena stvar je pri teh vprašanjih, tega smo bili do zdaj najbolj vajeni. Ne? Zdaj pa ti povej, ali si ti za to ali za uno, ali ti si za uno pa ne za to. Ko smo se mi začeli pogovarjati o programskih izhodiščih, smo ugotovili, da so nam 30 let predajali kvazi programe, od katerih karkoli so nam prodajali, se nikoli ni nič realizirali. In smo rekli, če hočemo na tem področju postati in ostati verodostojni, je konc tega, da mi nekaj obljubljamo. Tisti trenutek, ko bo šel na volitve pa rekel, za 5% bomo zvišali to, bomo proti temu, unmu, ne. Tisto, kar je zdaj ključna sprememba, je, da se mi pogovarjamo o nekih osnovnih gabaritih, pol pa tisto, kar se ves čas pogovarjamo, da je treba narediti, odločiti se moramo pa vsi. Mi moramo vrniti kolektivno odločitev. Jaz sem proti obveznemu cepljenju. Verjamem, da tudi Polona, verjamem, da vsi, ki smo danes v tem studiu. Ampak tukaj je relativno lažje, ker lahko to postavimo na postulat svobode odločanja. In tukaj se sploh nimamo kaj pogovarjati. Ampak za to, a bo nekaj več ali manj, pa moramo argumente predstaviti, potem je pa na vseh državljankah in državljanih, da se odločimo. To je nekaj novega, ne? Ker v bistvu nekako na tem prostoru ne moramo dojeti, ker so nam ves čas diktirali. Tako kot zdaj si rekla stranka, vedno dobijo prizisni ta gumb. In še korak nazaj, še zdaj nekateri mislijo, rabimo nekoga, ki bo namesto nas odejal spremembo. Enega karizmatičnega voditelja, ni res. Ne? Tukaj je ključ zmote dosedanje, ker sprememba smo mi, vsak od nas, ne? In ko mi se aktiviramo. Sam je pa tukaj hakelček, ne? Ljudje imamo navado, ne, zdaj vas damo mi tja naprej, zdaj pa vi delajte. Pa vse čas tudi, sem na povedih že zdavnje rekla, da je nas odvisno, kaj in kako bo. In potem v bistvu sem spoznala vas. Se pravi, ljudje se moramo tudi konec koncev res mi angažirati, ker gre za naša življenja. Vi ste samo tisti, ki potem to lahko naprej se pripelje v realizacijo. V bistvu verjetno tisto, pred čemer večina nas beži, spremljanje politike, tukaj se moramo vrniti. Naš izziv v Sloveniji je toliko večji, ker recimo v anglosaškem svetu poznajo razliko med besedama policy pa politics. In nista obe, kako ne rečem, pri ljudeh ovrženi. Pri nas je pa vse politika. Je stranka politika, so politike, torej reševanje problemov v polju politike, so tudi politika. In mi, čim slišimo besedo politika, ugasnemo, odvrnemo pogled, to pa ne, tega pa nočemo. Ampak problem je, da v tistem polju sprejemajo odločitve, ki pa naš vsak dan opredeljujejo. In tukaj se bomo kot državljani morali vrniti v neki, da bomo vsaj spremljali, da bomo vedeli, da bomo postali aktivni, ne pa, da bomo pristali na tisto, kar so nas hoteli speljati. Služba, kredit, hiša, otroci, šola, umri, konc. Ampak moramo zaupati, ne?
Recimo, tudi jaz sem bila večkrat povabljena prej od strani strank, da bi šla na državno-zborske volitve, ampak nisem imela tega zaupanja, da tudi neka čistost, poštenost me je res skrbela in nisem želela v tem delu delovati. Bolj sem rekla, reč ostajam na lokalni ravni, tu vem, imam vse v svojih rokah in vem, da delam lahko v dobrobit ljudi. Tisto me pa res ni zanimalo. Zdaj pa čutim neko drugo zaupanje, ne? Da je pa to bolj čisto, bolj meni blizu. No? In to je pa tudi potem potrebovalo, da sem se odločila, da grem pa po tej poti naprej. Ja. Klele, še nismo končali od davkov na luksuz. Ja, predvsej je še, ampak mislim, da sodi to noter. Poklic poslancev, to je že vse v vašem programu, ne? To smo do zdaj največkrat izpostavljali, da kljub temu, da ni zakonske možnosti za odpoklic, smo se pri nas odločili za podpis zaveze, ki je takšna, da kdorkoli ne bi deloval v skladu z vrednotami, ki jih zagovarjamo, da se od njega pričakuje, ali pa od nje seveda, da odstopi z tega mesta in da dobi priložnost naslednji, ki je na listi. Čeprav to ni zakonsko. Čeprav ni te zakonske opcije. Odlično. Imamo čisto praktično davki, ne? Samo še pravi sem iztrboval, lahko vas podprem, če še potrebujete moj podpis. Absolutno, hvala, do petka zvečer je samo važno, da pridajo te podpisi na naš naslov. Torej, če boste šli jutri ni več možno po pošti poslati, tako da takrat se moramo slišati pa dogovoriti za prevzem, da bo tudi če je to priporočeno poslano, ne velja? Ker je datum na priporočeno? Ne, zato ker moramo mi v ponedeljek to že oddati in želimo pač konec tedna skompletirati, tako da jutrišnji dan je samo še možen za osebne prevzeme. Vaš naslov je pa na spletni strani Zdrava družba? Na spletni strani ljudskalista.si imamo pisarno na Metelkovi 7B v Ljubljani, sicer pa telefonske številke 041 641 225 ali pa elektronska pošta, mi smo afna-zdrava-družba.si. Ja, biti mogoče še na davki na luksuz, ne vem, kakšno besedo mogoče. Davčna reforma zagotovo ni tista, ki bo ta prva. Pri vseh stvarih smo se pa v programskem smislu pogovarjali, da je zmeri prvo vprašanje, kaj je dobro za vse. Ne, kaj je dobro za interesne skupine. Ja. Tele mi je všeč eno vprašanje, če greš malo više, Aleks. Jaz se to jaz delam. Kako? To jaz počenjam. Ja, ampak si spregledala. Ne, nisem. Zakaj bi vas volila? Kdo bo moj glas? Jaz ne bom v parlamentu. To je to, kar smo se prej pogovarjali. Ne? Ja, ampak je razumevanje tega. Mogoče razložiš, na kakšen način bi to šlo? Kako se recimo lahko sliš glas nekoga, ki ni v parlamentu? Ne? Ja, pa če jaz laično odgovorim. Zdaj poznamo referendum, recimo, ne? Da obstaja. Ampak samo zakonodajni. Izvoli, Boris. Zakaj bi volila? Zakaj bi jaz volil? Zaradi tega, ker od zadnjih 2 letih sem videl, kam smo prišli. Naša svoboda gre, finance smo povedali, kako je. In saj daš priložnost, da je mogoče lahko nekaj drugač. Ker to že vemo, kaj je bilo. To je moje razmišljanje. Ko ljudje razmišljajo, ja, pa se bo vse isto, pa se vsak gre samo zato, da denar zasluži, pa tako naprej in tako naprej. Tlele imamo, prosim, za link do formularja, morda bi to lahko... Na strani ljudskalista.si je link. Hvala. Imamo namreč tehnike v ozadju, ki ima tudi polne roke, dela ves čas. Ampak Boris, zelo lepo si zapeljal izhodišče, zakaj bi volil. Včasih še slišimo to vprašanje na terenu v smislu, nima smisla, itak je vse pod mizo zmenen. Imamo pa odličen primer, zakaj temu ni tako. Ne? Tako. Samo še za some. Moramo pač priti v parlament, tam, kjer se te stvari odločajo, dogajajo. In sedaj smo na tej poti, da pač pridemo kot ljudstvo v parlament, ne kot politična stranka. Želimo se priti res množično, da bi lahko potem naš glas tudi kaj spremenil in takrat, ko bomo tam, bomo lahko spreminjali in kreirali to, kar nam danes recimo ne ustreza in nam vlada tudi v mednarodnem smislu in tako naprej, ampak nekje lahko začnemo pa tukaj. Moramo priti tam, kjer se o tem odloča. Imamo pa že dokaz, kako
je vse to, kar govorimo, možno. In to je prav lanski referendum za zakon o vodah. Ja. Glejte, sam, če se spomnimo, v 5 dneh, koliko podpisov smo zbrali, kaj je za seboj to povlekel, in tega se dajmo vsi spomniti. Ker takrat smo pokazali moč ljudstva. A je bilo potrebno 340 tisoč glasov, imam dober spomin, pa 680 tisoč jih je realno bilo. Začeli smo s tem, ko smo inicirali referendum, ker to je to, kar si tudi ti prej izpostavila, sam še referendum nam je ostal. V bistvu kot privid, ker tudi referendum lahko samo na sprejeti zakon. Ja. Mi ne moramo zdaj predlagati referenduma ali pa nekega zakona sprejeti na referendumu, ampak samo tisto, kar je trenutno v obravnavi, in ko je nek zakon v državnem zboru sprejet, lahko v 7 dneh začnemo postopek, kar smo že zelo omejeni. Ja. Ampak takrat smo recimo, da smo inicirali referendum, smo rabili v 7 dneh zbrati 2500 podpisov, država je bila zaprta, velikonočni prazniki so bili, mi smo pa zbrali 33 670. Wow. 670 podpisov. In dostakrat se pogovarjamo, da edini problem je bil, da smo to na glas povedali. Ker takrat so se začeli alarmi po celi državi, kdo so pa te. Odkot je pa možno, da nekdo v 5 dneh dobi 33 670 podpisov. Takrat se je začela zelo hitra medijska blokada, uno, drugo, tretje, in začeli so lansirati razne satelite, ki naj bi pokrivali to, kar smo delali. Malo bomo mogli pohiteti, ker tega bom pa kje od mojega prijatelja, pa jaz pobral. Princip z velikim črkam osebne odgovornosti. Nanaša se na odpoklic poslanca ali druge osebe. Ja. Ala črepinska sodba. Če sem naredila nekaj kontra ustavi, se trajno odpovedujem pravici biti voljen. A poznaš črepinsko sodbo? Jaz to ne poznam. Tudi jaz ne, žal. Aha, okay. Ampak mi je pa všeč način razmišljanja in ta trajnost, ker to je zagotovo nekaj, kar verjamem, da vsak od nas razmišlja za vseh 90, ki so danes v državnem zboru. Ja. Mimogrede Polona, vmes je priletelo sporočilo. Polona za predsednico vlade. Osebno čutim, da je to mogoče tudi jaz. Tudi jaz. Se pravi, premijejko. Ne vem, kaj mi je še namenjeno, jaz samo zaupam. Bravo. Ja. Dobro, zdaj to očitno poznam kar nekaj zaveščenih in pogumnih, predvidevam tudi sposobnih posameznikov in gibanj, ki jim pripadajo. Ali poskušate najti skupne aktivnosti, kajti sicer se spet glasovi volivcev razgubijo? Mislim, marsikaj se je že pokazalo pri protestih, kar se tega tiče. V politiki oziroma pri volitvah matematika A plus B plus C je enako ABC ne obstaja. To je pač v matematiki. Ja. Tako da tukaj nas ne smejo čustva voditi, stvari je treba sprejemati na nekih izhodiščih, na dejanskih vrednotah, kjer se res lahko povežemo. Tisti, ki smo nestrankarski, smo pokazali to sposobnost. 2 gibanji smo se že povezali na tej nestrankarski listi, bomo videli, kaj bo do nedelje še, nekaj časa je še ostalo. V vsakem primeru pa ključ je tudi vse te zgodbe pripeljati iz nekega mehurčka, ki se je do zdaj vel samo okoli razglašene krize, vsega povezanega z cepivi, maskami in podobno, ker je svet oziroma Slovenija izven tega mehurčka. Da se moramo o bistveno širših in večjih temah pogovarjati kot samo to, kar nas je težil v teh zadnjih 2 letih, in ta vprašanja bojo bistveno teže. No, tukaj smo odgovorili na kaj je to črepinska sodba. V bistvu je to demokratičen način glasovanja starih Grkov in da tisti, ki je bil v navednicah obsojen, je bil celo za 10 let izgnan iz Aten. Se pravi, mi prepovemo, da saj v Ljubljano ne sme. Torej imamo pravno osnovo, na kateri lahko gradimo. No, tako, evo, vse naslanjamo na zgodovino. Še eno vprašanje, pozdravljeni, a bomo lahko ta Zoom delili? Lep pozdrav. Mi se bomo odločili na koncu, ker vse te vsebine so ponovadi na naši spletni strani borisvene.si in so dostopne pač določenemu krogu ljudi, ki rečemo, ki niso hipnotizirani več. Dejansko bo pa to YouTube, tako da v tem smislu bomo verjetno dali javno, ampak se bomo še odločili.
V vsakem primeru pa boste lahko dali, če se bo nekdo upisal, če bo se mu tako odločil na našo spletno stran, si bo lahko ta video ogledal. Tako da, kar se tega tiče, bo viden. Nič ne skrivamo, tako da. Tako, evo. Nadaljujemo. Ja, ne moš ti nadaljevati, moram jaz tole nadaljevati. Imamo vprašanje, in sicer eno je za mene. S kakšnim nekje kažejo karte, odstotkom lahko pridemo v ljudstvo, pridejo v parlament. Bom rekla, nisem gledala nobenih odstotkov, to je v bistvu težko reči, jaz lahko vidim trend, ne morem reči točno, ne vem, toliko mililitrov dežja bo padel, ne. Lahko pa povem, da je v bistvu, da se obeta sprememba in zato tudi precej, bom rekla, nemirnosti in ostrih besed na tem področju, ne, ker bo prišlo do spremembe. Ampak ljudje smo tisti, ki bomo morali to podpreti, če mi tega ne bomo podprli, pozabimo na neko spremembo. Vemo pa, kaj bo, kot je že Boris rekel, lahko ostanemo doma, ne gremo voliti, saj tisti, apeliram na tiste, ki do zdaj tega niste delali, in potem bo tako, kot je bilo in se bomo naprej pridruževali. Imamo pa veliko priložnost, ki je v bistvu v kartah tako redko kdaj vidna, da pa naredimo mi tiste preobrat, ker ne bo ga naredila ta ekipa, ne vem, kolikor bo poslancev, 10, 20 ali več, naredili ga bomo mi tisti v ozadju, ne, ker gre za nas. Zdaj pa še vprašanje piše za gosta. Kako se bodo spoprijeli s podtalnimi tokovi, ki tečejo v ozadju v parlamentu, in nazadnje, kako se bodo soočili z ustvarjalci raznih scenarijev, s težnjo po, to je One World Order, ne, oziroma ekonomskim forumom. Rekla sem že, da bo burno. Zdaj pa, kaj boste povedala? Burno bo gotovo že sedaj, v času volilne kampanje. Bomo o sebi izvedeli mnogo več, kot vemo sedaj, ampak to je tudi verjetno en del igre, ki jo pač igra. A pa mogoče talent, ja. Imam zelo konkreten odgovor. Reci. Ste se pa zapadli? Ker smo štartali z orodjem, ki je bil kot nemogoč. Torej 8000 podpisov ni šans, nič se ne da. Takoj smo vedeli, če bi se šli pogovarjati z javnomnenjskimi agencijami, z množičnimi mediji, z vplivnimi politiki, ne vem kaj, je konc naše integritete in suverenosti. Ja. Ker tega nismo naredili, gremo lahko v tisti prostor pokončno in nas ne morejo loviti na tem. Ne? Pravi, nekdo še upa v razsodnost, imamo pa tudi prvo napoved, 56% podpore. Hvala. Še imamo odgovor na vajen odgovor. Je pohvala, hvala Bogu, torej reši upanje v razsodnost. To se mi zdi zelo pomemben, ker tega četa v YouTube ne bo videl. Ja, zato je tudi zaberem. Zato tudi preberem. Ja, tle, ko smo bili pri astrologiji, smo tik pred pauzo, pred odmorom. Ne vem, če veste, vendar je znani srbski astrolog Predrag Petković, ključevi univerzuma, Alex bo zdaj dal link, izračunal, da je Putin pod idealnimi astrološkimi pogoji napadel Ukrajino. Naključje? V naključje ne verjamem. Ja. Tako da to ne bo majhen izhodišče, pa Alex bom prosil, če daš še en link, to je na YouTube video Resnica o astrologiji, da tisti, ki vas več o tem zanima, da boste lahko seveda to preučili. Rekla, ne, da noben predsednik, noben temeljni kamen ni položen brez svetovanja astrologa. Ne, tako da... Še drugače sem rekla, oziroma sva citirala, naj pogledajo video. Enega znanega milijarderja sva citirala, ki je rekel tako, če si milijonar, ne rabaš astrologa, če si milijarder, po domače rečeno, WC ne greš brez njega. Ne? Tako da to ne bo majhen izhodišče za razmišljanje, mi bomo sedaj naredili 10-minutni odmor, da se malo spočijete, pa da se malo spočijete od nas, potem pa nadaljujemo, potem drugi del vam pa obljubljam, čeprav šamani pravijo, nikoli ne obljubljaj, nič ne pričakuje, nič ne obljubljaj, pa bo srečen, da bo ta drugi del še veliko bolj uroč, ker dotaknili se bomo financ. In kam so šli trendi in kaj se pripravlja, oziroma kaj globalisti pripravljajo. Malo ste že omenili Klaus Schwaba v World Economic Forum, kot ko ste ga omenili, tako da bomo v tem drugem delu, kako si rekel, ko si prišel, zapalili do konca. Tako, nekaj smo se pogovarjali, pa je rekel, tako v Srbiji, midva sva oba bila kar nekaj časa v Srbiji,
Jaz sem bil služenec vojaškega roka, sem bil šofer komandanta v Beogradu, 1 leto, ne, ti si pa tudi. Jaz sem pa 4 leta živel in delal tam. No, vidiš, jaz sem tudi živel, veš. Vi ste se nekje nalezla takih dobrih navad. Ja, pa dobrih izrazov. Ja, Ok, malce več po reklamah. Se hecam. Ampak vidite en citat, ki je vodilo. In sicer od Sokrata, da nima smisla se fokusirati vso svojo energijo na nekaj starega, da spremenimo. Ampak da fokusiramo vso svojo energijo na nekaj novega. Ker če se borimo proti staremu, temu dajemo moč. Če pa smo proaktivni, se pravi, izhajamo iz sebe, ne iz obstoječih okoliščin, potem so pa stvari lahko precej drugačne. Ok, smo rekli, da bo vroče. Gregor, ali se v Sloveniji lahko izognemo CBDC trackerju? To je Central Bank Digital Currency. Za tiste, ki še ne poznajo, oziroma ne poznate, kaj se pripravlja. Digitalna valuta centralne banke je digitalna valuta, ki jo izda centralna banka in ne komercialna banka. Več se o tem lahko preberete na Wikipediji, Bolek zdal link. Kaj pomeni Central Bank Digital Currency? To pomeni, da digitalni denar, ki ga imate, lahko programirajo in oni o vašem, ne bom nič definiral oni, se pravi, kdo je iza centralnih bank, oni lahko odločajo o tem, kam boste vi denar dali, po domače. Lahko rečejo, vi hočete kupiti, imate svoj denar, ne vem, 100.000 evrov, pač v digitalnem denarju, ne? Ampak kaj se lahko zgodi, vi se odločite, da boste kupili nov avto, nekdo vam pa lahko reče, ne pa ga ne boš. Jaz vem, da bo marsikdo zdaj rekel, to je pa nemogoče, da bi do te faze prišli. Jaz se tudi, da je narativ, se pravi, da je po celem svetu bilo naenkrat razglašena pandemija, je nemogoče. Jaz sem prav videl 50 ekranov je bilo, ko so različni spikerji v različnih jezikih govorili točno isto stvar. Torej, to je mogoče. Za tiste, ki ne verjame, da je mogoče, o tem sem že 2 leta nazaj govoril v intervjuju za Zarjo Jano, Aleks, lahko daš od link, leta 2020. Govoril sem o social credit, to, kar imajo na Kitajskem. In to prihaja na ta način do nas. Še malo razložim, ker vprašanje je bilo, če se lahko izognemo temu, ne? Se pravi, nemogoče je, da bi programirali naš denar, marsikdo razmišlja, ne? Kaj bomo mi z njemu naredili, ne? Potem je tudi, ker bomo kasneje govorili, tako imenovani univerzalni temeljni dohodek. Ampak tukaj bom samo nakazal problem, reaction, solution. Se pravi, nekdo naredi problem, se zgodi reakcija in potem on ponudi rešitev. In verjemite, da me ne bo nič presenetilo, ker sedaj zaradi lockdowna so bile veliko malih in srednjih podjetij propadli in to je bil definitivno problem in reakcija je bil propad. Da bo potem nekdo prišel in rekel, veste, mi imamo pa rešitev za vas. Mi imamo in sicer vlada ali centralne banke, kdorkoli, zdaj sem zmislil, bo vsakmu državljanu dal 1000 ali pa 2000 evrov mesečno, ne rabite za to nič delati, ampak boste pa vse počeli, kako vam bomo mi rekli. To je socialni kredit, ker če ne boste, kaj se bo potem zgodilo? Ja, potem bo vsak mesec ali pa kakorkoli, koliko vam kazen lahko za napačno parkiranje potegne z računa dol, karkoli, vam bodo nekaj denarja vzeli. Na koncu ne morete potovati ne z vlaki, ne z avioni, ne morete na dopust in tako naprej, adijo svoboda, ne? Tako da, če poznaš, kakšen je načrt globalistov in približno ga poznamo, ker ena velika skrivnost, morajo ga po ezoteričnih zakonih objaviti. In objavijo ga v raznih filmih, in science fiction, se pravi te znanstveno-fantastični filmi, so delež od tega, da so znanstveno-fantastični. To je poleg
če bi temu rekel, malo testiranje, kako se bomo na to odzvali, je tudi nekje tisto, da nam pa sporočijo. Ok, zdaj pa tako, če poznaš načrt globalistov, sem začel, potem poznaš tudi nekje naključne dogodke, ki se dogajajo. In potem počasi to lahko povežeš in veš, kako nič naključnega, ampak da je vse strogo planirano. O tem bomo zelo veliko zdaj govorili. Recimo, napad na ameriška nebotičnika dvojčka. Kaj se je potem zgodilo po temu? Ja, teroristi so napadali, ne? O tej zgodbi ne bomo govorili, in to je bil tako imenovan War on Terror. Se pravi, so se odločili, vojna proti terorizmu. Ne? In v bistvu, kaj so takrat sprejeli kot zakon? Da kot sum terorista lahko upadajo v vsako hišo, po domače rečeno. Zdaj nekdo sumi, da smo mi, uradno reče, oziroma dajo sum, da smo mi teroristi tukaj, lahko zdaj brez naloga upadejo sem noter in nas aretirajo. Okay? Tako da, to mečke malo za zagrevanje, da te naključni dogodki, ker zdaj bomo šli globoko v to, so tudi približeni, niso naključni. Ampak Gregor, prosim, da odgovora. Hvala, Boris. Tako imam dve res najbolj važni izhodišči za ta del odgovora. Prva je, da smo zagotovo zadnja generacija, ki še lahko udejani spremembo. In druga, da smo zagotovo zadnja generacija, ki še lahko človeštvo ubrani pred kakršnimi koli agendami transhumanizma ali pa kjerkoli druga imena, ki jih uporabljajo. Torej, zadnja generacija, tukaj in zdaj. In kolikor se bo mogoče slišali paradoksalno ali pa preveč bombastično, 24.4., torej 24. april, ko so državnozborske volitve, je ta prelomni dogodek za Slovenijo. Ali tukaj nekaj naredimo, ali pa iščemo jame ali pa nekaj drugega, kjer bomo prebrodili agende, ki se bodo izvajale. In prav si povedal, ne samo, da se v filmih, da morajo dokazati oziroma pokazati javnost delovanja. Oni so še bolj predrzni. Vse to objavijo na spletnih straneh. Vse, kar se je dogajalo v zadnjih 2 letih, so najkasneje 2015 objavili na spletnih portalih. Vse je bilo javno, nič ni bilo skrito. Ker dokler je skrito, je dogovarjano, nima pa potencijala udejanjanja. Mogoče tudi vprašanje, ki smo ga prej dobili v pogovoru, v smislu korporacije in tega, to se nanaša prav na to, kar se zdaj pogovarjamo. Vse lahko spremenimo samo v enem prostoru. Ta prostor se imenuje Državni zbor. Nikjer drugje. Mi imamo lahko ogromno energije, radi se imamo, protestiramo. Če bi nas bilo 80 ali pa 90%, bi lahko spremembo naredili na ulici. Očitno tam še nismo. In edini prostor za spremembo je Državni zbor, kjer lahko odstopimo od vseh škodljivih sporazumov, od vseh povezav, tudi tisto, kar si že prej omenil, da nas je predprejšnja vlada izdala z podpisom sporazuma z interameriško korporacijo. Nobene javne razprave ni bilo, samo 27. decembra 2018 je bilo to objavljeno v uradnem listu. Takrat objavljajo stvari, ki jih še tisti, ki se s tem ukvarjajo, torej računovodje, pa ne vem kdaj, vidijo šele enkrat januarja in je popolnoma jasno bilo, da so to, ampak kar je še hujš, ko je bila obravnava v Državnem zboru, ni bilo levih, desnih, črnih, rdečih, rjavih. Takole so pritiskali. Za. Noben ni šel v medije pa rekel, izdali nas boste in ne vem kaj. In zdaj smo pri ključnem vprašanju, kaj se zdaj dejansko dogaja v svetu. Zaslepljeni smo s tem, da ne bi bili v času nekakšnih rahlan ukrepov, pa da kar naenkrat ni več prva novica virus, pa kar naenkrat so spet gostilne polne, pa vse izgleda lepo. V zadju se pa dogajajo ključne agende. Ena je prav na nivoju Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi zdaj sprejela neko novo ustavo ali pa sporazum o njenem delovanju, ki bi ji omogočil, da sploh ne rabi več nobenih strokovnih utemeljitev za razglasitev pandemij ali pa pandemij, kakorkoli bomo rekli. In vse države ne bi bili podpisniki, ne? To je eno, ampak kar je za nas še večji izziv, je, da bi Evropska unija takoj sprejela to vrstno ureditev Svetovne zdravstvene organizacije oziroma opredelitev, da bi vse države članice morale spoštovati odločitev potem Evropske unije oziroma Bruslja,
za, ne vem, ukrepe, maske, cepiva. Kaj to dejansko pomeni? To je konec suverenosti nacionalnih držav in to je ta ključni cilj globalistov, ena vlada, ena odločitev. Njim se ne da več ukvarjati z nacionalnimi državami. To jih stane preveč, to je preveč časa, energije. Oni želijo postaviti en center, iz tega centra udejanjati svoje odločitve, pa mogoče, če zdaj še malo zakompliciramo, v vsem političnem, družbenem dogajanju trenutno na svetu je na udaru Evropa. Naša omika, naša tradicija. Mi smo braniki še vsega, kar je bilo po svetu, zadnji otok. In to želijo sesuti. Mi smo pa v epicentru te Evrope. Zmeri tudi, ko se pogovarjamo, zmeri smo bili premajhni za ekonomijo vsega, za trženje, za ne vem kaj. Za spremembo smo pa končno ravno prav majhni. Ja, je človek prav mečken za razmisliti. Ko smo bili prej pri temu, digital currency, se pravi central bank digital currency. Imamo zraven samo to, kar se nanaša, da ista tehnologija omogoča tudi sporedne sisteme. Se pravi, gre za to, kako jo uporabiš. To je treba vedeti. Spet je človeški faktor. Tako, in lahko bomo, kako nekdo piše, kaznovani ali pa tudi ne. Odvisno. Ta primer je dober. Ali kupiš pivo, bo človek kaznovan, ker ne živi zdravo. Bravo, ampak istočasno, ko smo pri tehnologiji, mi smo razglašeno krizo zadnjih 2 let preživeli zaradi tehnologije, ker smo si kot človeštvo pred leti postavili internet. Če mi ne bi imeli interneta, nobene informacije ne bi bilo pri nas. Če se mi spomnimo leta 60, ena televizija, en radio, vsi bi bili pošpikani, vsi bi bili doma, večina nas že močno bolnih in vsi bi verjeli, da je virusna kriza. Nas je tehnologija rešila, tako da važno je, kako jo človek uporabi, ne pa, da je tehnologija slaba. Oziroma, kaj mu sporoča. Samo skozi neko zdravo, logično, kmečko razmišljanje, če temu tako rečemo, spustiti te informacije. Zdaj bomo en zanimiv screenshot dali. In sicer na to temo, zdaj razmišljamo Central Bank Digital Currency, vse to bo dobro, vse to fajn, prideš, še čip imaš v telesu, pa sam potegneš ali prideš mem, se že vse zaračuna in tako naprej, ampak vse to ni mogoče. Ne vem, če ste slišali, da so ljudem, ki so donirali, če rečemo narekovajo, kanadskim trackerjem, ko so se tornakarjem, ki so donirali, ljudje, ki so donirali za ta gibanje, če tudi samo $50, da so jim dobesedno zamrznili račun. Ko govorimo o Central Bank Digital Currency, kakšno moč imajo. No, ampak to ni problem, če so tako nekomu eni fizični osebi, ampak sedaj bo Alex pokazal en screenshot, kako so Američani Rusom zamrznili račune v vrednosti 630 milijard. In če lahko tretji najmočnejši nuklearno oboroženi državi zamrznejo račune, kaj šele enemu ubogemu posamezniku. Tako da to malo v razmislek, kar se tega tiče. Drugače pa v zgodovini, če te zgodovina nauči, se ponovi praven pregovor. Seveda, tudi zgodovina večina ni čist najbolj, če me reče, resničnih. Recimo primer, leta 1933, mislim, da je bil takrat predsednik Woodrow Wilson, so za teden dni banke šle na dopust, so jih zaprli. In ko so jih ponovno odprli, so fizično za to nadomestili s papirnatim. Iz ene unče, koliko je bilo vredno fizično za to, je bilo papirnato vredno samo še, se pravi, iz ene unče, ki je bilo vredno $35, je bilo potem papirnata vredno samo še $25. Prav, velika inflacija čez noč. Ampak, kar se tega tiče, to ni edina stvar. Teh stvari je še veliko. Bomo mogoče še kasneje malo omenili. Sedaj smo v fazi, ki približno 50 leti omenjal Henry Kissinger, to je ameriški politik in diplomat. Kissinger je bil svetovalec za državno varnost od 1969 do 1975 leta in državni sekretar oziroma minister za zunanje zadeve. In sedaj bo Alex pokazal en zanimiv screenshot, kaj je rekel. Prvega citata. Leta 1973 je dobil Nobelovo nagrado skupaj z Liam Dukom Tojem za pogajanja, ko so se končale vojne v Vietnamu. Alex, imamo screenshot?
Imamo, ok. No, zdaj smo pri tem prvem screenshotu, smo control oil and you control nations, control food and you control the people. A vam je tukaj znano zdaj, Rusija ima kar nekaj energentov, če temu tako rečemo. In sedaj kar naenkrat kontrolira in zdaj pri tisto, kar je bistvo. Zdaj navzven izpade. Američani so zamrznili račun. Rusi, oziroma sedaj so uvedene sankcije Evrope do Rusov. Ampak Rusi imajo teh bogatstv toliko, da kdo je tisti, ki bo v resnici nastradal? Evropejci. Če pogledamo določene cene, koliko so se zemeljskega plina podražile, koliko se je elektrika podražila, da ne govorimo o še kakšnih drugih energentih. In to je ta igra, ki se vodi. To je tisto, kar sem prej rekel, navzven deluje. Da je vse slučajno nekaj, ne? Kar en avion oziroma 2 sta od dvojčka preletela, kar eni teroristi nekje, ampak to je vse skrbno, profesionalno, astrološko vodena agenda. Kot je že nekdo tukaj napisal, da so vse agende tudi zdaj, ves čas že pravzaprav, ne samo zdaj v polnem teku, ne? Tudi Ukrajina je ena izmed njih. Alex, prosim, če daš še od Henry Kissingerja drugi citat, ki pravi, who controls the food supply, korak naprej, controls the people. Jaz kar nekako domnevam, da vsi razumete angleško. Se pravi, kdor kontrolira dobavo hrane, kontrolira ljudi. Tisti, ki kontrolira energijo, lahko kontrolira kontinente, tisti, ki kontrolira denar, lahko kontrolira oziroma nadzoruje, je lepa slovenska beseda, cel svet, ne? Zato pa je tukaj tudi vprašanje, ne, prosti, da te prekinem nekoga. Se ne, sem vi hotel. Pa bi nam oni, ne, to navednica, se pravi globalisti, dovolili svobodo. Tukaj imamo pa na srečo dober odgovor, ki nam ga je priskrbel nemški odvetnik Fulmich, ki je preučeval dogajanje v ozadju v zadnjih 2 letih in nekako v teh svojih več 100 pogovorih in intervjujih ugotovil, da naj bi v tej globalistični kliki sodelovali cirka 3500 oseb. Nas je pa čez 7 milijard. Za stadion pravijo, ne? In še to tam je velik odgovor. Ne? Torej, ali pa če gremo spet korak nazaj na referendum o vodah, denar so imeli, medije so imeli, politiko so imeli, mislili so, da imajo vse pod kontrolo, doživeli so pa zgodovinski poraz. In to je moč ljudstva. Edina stvar, ki jo ne morejo kupiti, Ozaveščenega ljudstva. Ozaveščeno ljudstvo, ki rečeš dovolj, ne grem se več tega. Ampak sam se moraš odločiti. Noben ti ne more tega reči. Polona, to si ti že enkrat rekla, takrat enostavno, ne grem se več tega. Dosti, ne, da je to, da je da je tret, ne. Tako, saj sem tudi rekla vladi, recimo vladajočim, ko so nas poleti županje in župane sklicali na Brdo pri Kranju in nam naložili obvezo, da bomo mi tisti, ki bomo, od katerih bo odvisno, ali bomo šli 1. septembra v šole ali ne, se pravi, koliko bomo uspešni v nagovarjanju ljudi k cepljenju. Sem pa tudi rekla, to pa ni moja naloga, to pa jaz ne bom počela, jaz sem izvoljena za druge stvari, ljudje se naj sami o tem odločajo, ker je to pač njihova pravica in res najbolj osnovna človekova odločitev. In tukaj sem rekla ne. In to je bil tisto prvi ne, mogoče je bil to tisto moj odskok, ki ga je tudi Mojca omenila v moji astrološki analizi, ko sem se mogla odločiti za nekaj, ali bom lepo tiho, ali bom pa se oglasila in povedala tisto, za čimer stojim in sprejemam svojo odgovornost. Ti se meni zdelo fenomenalno, sem bral ta post in tudi reakcije določenih županov, tvojih kolegov, kolegice, določene so te podprle, kolegice županje. Žal me niso javno, ja. Sej, na ta način moralno ali pa nekje v mailu pa po telefonu je bilo tega malo več, ampak potem javno se ni nobena izpostavila, niti nobeden. Pač njihova odločitev. Jaz grem svojo pot in pač se odločam sama zase in to je to. Vsak med nami se odloča sam zase in mora to odločitev sprejeti. In ko jo sprejme, potem pač jih sledi in tudi sprejema nas vse, kar pride s to odločitvijo. Mogoče klele tudi na to, kar zdaj govoriš, eno vprašanje, kako prebuditi tiste preštevilne, seveda narekovajo zaslepljene intelektualce, ki jih je tako veliko, ne?
Se to da? Spet še Žal ljudi. opažamo, da mogoče res tisti, ki imajo in doktorske nazive in ne vem kakšne nazive, so včasih najmanj prebojeni in te vedno znova preseneti, da nekdo preprost bolj razume kot nekdo, ki ima res neke nazive pred svojim imenom. Ja, bilo rekli se kot neke dogme držijo, ki jo je zelo težko prepisati. Ne? Je pa tudi sistemski problem. Slovenija je zadnja v Evropi po javnem financiranju znanosti, kar pomeni, da je sistemsko bilo upeljana odvisnost od zasebnega kapitala in torej do konflikta interesov, in to je že več kot 10 let v Sloveniji, na to opozarjamo, pa ni bilo še reakcije ne levih, ne desnih, ne sredinskih vlad, ker je bil koncept postavljen, da smo zadnji v Evropi, pa še enkrat, zadnji v Evropi po javnem financiranju. Kaj to pomeni? Da smo sistemsko vodeni v konflikt interesov. In nažalost je ta del populacije odvisen od zasebnega kapitala, ki pač vemo, da je lahko poštenega izvora ali pa korporacijskega, in čim so v ozadju korporacije, so cilji, ki niso cilji to, kar se mi pogovarjamo, da je dobro za vse, ampak je dobro za lastnika kapitala. Ne? Ki je eno lepo dopisal, ne? Razlika je med modrostjo in nazivom. Bravo. Sem pa tlele videla še eno tisto konkretno vprašanje, ne vem, ki omenjamo naprej v NFT-jih. NFT-jih, sprašuje, a so to prava alternativa Facebooku, pa YouTubeu, glede neodvisnih medijev, pa brez cenzure. To se bo šele pokazalo. Tega danes ne moramo vedeti. Mi vsi vemo, da cenzure, ki so plačane strani globalistov, da nas cenzurirajo na družbenih platformah, da so postale že tako rekoč nemogoče, kar je še hujše. To so sposobni že v real time, torej v neposrednem času izvajati cenzuro, ne za nazaj, toliko daleč je šla ta tehnologija. Ne? Torej ti sam začneš tipkati, pa čim omeniš določene besede, fraze, je stvar že najmanj zamegljena, če ne v iskalnikih nemogoče dosegljiva. Zaenkrat so nam te platforme važne, ker vendarle nas je večina še tam za nek doseg sporočil. Vemo pa, da vsebinsko tam nimamo kaj početi. Kjere se bodo pa izkazali v končni fazi tudi problem blockchain tehnologije, marsikdo pravi, to je delo globalistov. Ni res. Spet je tehnologija, ki omogoča decentralizacijo, omogoča recimo tudi v končni fazi problem konflikta interesov v javnem sektorju, bi najlažje rešili z kvazi pametnimi pogodbami oziroma javnimi naročili, ker ti v sistem blockchain ne moreš prirejati javnih razpisov. To bi bil ena od smrtnih kazni za slovenske javno naročanje, ker vemo, da noben javni razpis ni objavljen, če že vnaprej ne vejo, kdo ga bo dobil. Da pa ti postavi sistem, kjer se to ne da prirejati, je lahko prva točka rešitve. Samo tukaj je nekdo, je gospa napisala, po dolgem času sem slišala, da nekdo končno prevzema odgovornost in hvala za vse to. Potem še mnenje, razmišljanje, ali največji intelektualci res naredijo največ gorja človeštvu. Se je že tukaj odgovorjeno, problem intelektualcev, kaj prebere. Ja, to je pa potem odgovor v chatu, se fino lahko pogovarjate tudi med sabo, da problem intelektualcev, se pravi uslužbencev, je odlično opisal Stanley Milgram v Poslušnost avtoriteti, eksperimentu, ki je vezan na rezultate Nürnberškega procesa. Tako da, Prav, gremo še za malo boljše poznavanje financ in predvidevanj, v katero smer geopolitika. Naj še na kratko omenim tako imenovan Bretton Woods sistem. In bomo tudi tukaj pokazali določene grafe za Alexa, prosim, če da že na zaslon prvo fotko, Bretton Woods 3 moments. In sicer od leta, se bomo kasneje, oziroma Alex, se kar daj na naslednjega. Tjele imamo lepo razložen Bretton Woods sistem. To pomeni, da so se leta 1945 dogovorili svetovne vlade, avtoritete, kakorkoli imenujemo, da bo enotna valuta dolar za cel svet. Ne?
In to je veljalo od 1945 do 1972. Se pravi, takrat je vse temeljilo na tako imenovani zlati podlagi, oziroma temu lahko rečemo tako imenovana stvarna vrednost. Ne denarna vrednost, ki jo najeda hiperinflacija, inflacija, karkoli, ampak stvarna vrednost. Potem je pa 71. leta predsednik Nixon ukinil zlato podlago, kar pomeni, da so lahko začeli neomejeno tiskati, neomejene količine denarja so začeli tiskati, da so lahko financirali vojno v Vietnamu. No? In takrat, če bi pogledali kakšne grafe, takrat je bila hiperinflacija res ogromna. In potem, to je bil tako imenovani prvi moment, po 72 je bil drugi moment, Bretton Woods, ne pisan Bretton Woods, ne? Ampak še, če gremo kar na Alex na naslednji graf, bo najbolj zgovorno povedal. In potem, po letu, se pravi, nepisani Bretton Woods Agreement drugi, je trajal potem od 72 do leta 2008, spet do ene velike krize. In sicer, takrat je v bistvu, ki je vse temeljilo na tako imenovanem denarni vrednosti velikih hiperinflacij, kot vidimo v tem grafu. V tretji potem, od 2008 in zdaj so pa, če pogledate, so pa centralne banke začele zopet kupovati ogromne količine denarja, kar pomeni, da ne bi zopet počasi se temeljili na tako imenovani zlati podlagi oziroma stvarni vrednosti. Tako da zdaj imamo pa en nov moment, bomo pa še videli, kam se bo sploh vse obrnil, ker recimo tudi omemba kriptovalut in vsega tega je res v bistvu težko govoriti. So določene mnenje, da Satoshi je od CIA, še celo če nekako prink na robe obrneš, okrog obrneš nekje, pridejo končnice, ampak tukaj je pravi eno preprosto ezoterično pravilo, tisto, kar iščeš, najdeš. Če iščeš zaroto, boš najdel zaroto. Mi se moramo pa zavedati, vse ti globalisti, vse ti volivci, vse tisti ljudje, to so vsi predstavniki ene od naših energij. In izvoli. Prosti, Boris, nisem te hotel prekiniti. Izvoli. Ampak dejstvo je, da smo zdaj res v enem epicentru globalnih sprememb, tudi na področju valut in spremembi Bretton Woodskega sistema, ki si ga omenil. Torej, da države, kot so Kitajska, Rusija, Iran, Kazahstan, so že pristopile k novemu dogovoru, ki pomeni za njih konec Bretton Woodskega sistema, da bodo kot valuto sprejele juan, ne več dolar, in da verjetno lahko tudi v temu iščemo vzroke, kako je kar naenkrat NATO našel sovražnika spet v Rusiji in zakaj treba Rusijo napadati in zakaj ta močna povezava Rusije pa Kitajske je problem, kljub temu, da smo lahko že pred leti videli, v katero smer grejo tako imenovane BRIC države in da nobena druga ekonomija ne more več z njimi parirati in da so to tiste države, ki so nosilce neke prihodnosti. Ko pa omenjaš zlato, smo pa prav sicer že lanski članek enega ponudnika storitev v Sloveniji je pokazal, kar se mene tiče, katastrofalno sliko prav glede Slovenije, iz katere izkazuje, da imamo mi zlatih rezerv natanko toliko kot Bosna in Hercegovina, da jih imamo pol manj kot Makedonija in zgolj desetino toliko, kot jih ima Srbija. Pri čemer je pa seveda ključno vprašanje v času krize, kje so te zlate rezerve? A jih imamo mi v naši državi? A jih imamo mi v bankah po svetu? A sploh lahko še na tisto malo računamo v času, ko lahko dobesedno momentalno dekvalificirajo nek denar ali pa tiskanje denarja ali pa česarkoli? In verjetno bodo ta vprašanja bi bila ključna, da bi se o njih pogovarjali, ne pa o tem, kjer lokalni veljak je, kjer ga poklical, pa se z njega norca delal, kar nam skušajo pač mediji prodajati na dnevni bazi. Če še dodava, da te certifikati za zlato, ki so, da so 4 lastniki enega zlata, se pravi 4 certifikati, 4 lastniki na en certifikat. Za en certifikat, v bistvu, za eno količino zlata, v primerjavi z... No, ne, se nanaša na chat tamle. Hotela sem reči, da sem bila ravno usklajena s tem, ker ste odgovorila gospe Jasni, ki je napisala, ali sem prav razumela, da Slovenija nima zlatih rezerv, ker računajo na zaplembo zlata pri narodu
in pa kakšna logika se skriva za tem in če imate kakšno alternativo. Na prvo jaz skočim. Ker se za ta Ker sem njega prekinila. Ker je zelo pomemben. Zagotovo. Ker jaz sem se z Zlatom srečal že kot naložbo leta 1990. In v bistvu takrat v Slovenijo so prišli prvi ponudniki zlata leta 2005. In takrat si lahko prišel z milijonom evrov, pa si kupil zlata, nihče ni zahteval nobenega priimka, naslova, ničesar. Če kupuješ sedaj, zadnje 2-3 leta, mislim, da 1000 evri, te popišejo kot ne vem kaj. Tako da tisto, kar je omenjen, ja, lahko pričakujemo, da bo nekdo rekel, kot leta 33, država je v krizi, žal vam moramo zapleniti vaše zlato, oziroma dajte nam pomagati, to je bolj elegantno spela, ne? Izvolimo. Gregor, sem ti skočil. Ne, sploh ne. 3 ključne točke vidim na tem področju. Prva je neposredna s to temo, torej kovine, da za kakršnokoli suverenost države in prebroditev krize bi pametna država vlagala danes in že v zadnjih letih v kovine. Ni nujno, da samo zlato, ne obstaja samo zlato, ampak zagotovo bi povečevala svoje kapacitete, predvsem znotraj svojega ozemlja, ne pa, da bi se še naprej zadolževala in povečevala finančni oziroma denarni dolg. Druga stvar na energetskem področju, izkoristek geotermalne energije. In tretja, ki je pa ključna za vse nas, brez katere ne moremo preživeti, samooskrba s hrano. Tukaj smo mi kot država najbolj pogrnili v 30 letih, da smo zgolj 30% samooskrbni s hrano. To pomeni, da je država padla na izpitu države, ker ključna skrb države mora biti nahraniti ljudi, ne pa da zapreš 5-6 mejnih prehodov in država poklekne v enem mesecu. Mogoče je to. Jaz sem brala Sanjo Lončar, ki opozarja zdaj po tej vojni v Ukrajini, da bo žita veliko manj, da bomo lahko uvozili, tam piše 80 000 ton žita manj, kar pomeni toliko in toliko kilogramov na osebo manj. Se pravi, opozarja nas, približuje se nam glad in pa tudi mraz. Tudi energenti, se pravi hrana, vse to je mogoče na nek način potem tudi stranska stvar. Istočasno pa spet moramo gledati vse razvojno, kaj nam to pomeni, kakšna priložnost je to. A se bomo ob tej krizi vprašali, a bomo še začeli delati oziroma proizvajali hrano za živali, ali bomo končno začeli proizvajati hrano za ljudi. Ne? Imamo časa, zdaj do celo poletje oziroma celo leto do jeseni, da nekaj naredimo. Zdaj je ključni čas. Recimo, tudi lahko doživimo hiperinflacijo. Vse smo že skoraj v njej. Tele bi priporočil, ta odgovor je v live coachingu, ki so ga posnela z Mokšo v novembru, je to na dolgo in široko razložen. Hiperinflacijo že doživljamo. Sedaj imamo, v Ameriki so dali ravno podatke, da je rekordna inflacija v zadnjih 40 letih. Se pravi, na košarico, se pravi, hiperinflacija oziroma inflacija se meri na košarico, ne statistična, ker statistična je vedno cirka 100% manjša, kot pa dejanska. Kaj vi kupite vsak dan je važno, se pravi kruh, mleko in tako naprej, ne? Vsakdanje potrebščine. Tako da sedaj je rekordna, ampak hiperinflacija, ja, to je zdaj že praktično, smo že skoraj tam, ne? Sploh, če gledamo tudi, kaj se v Nemčiji dogaja, da so zdaj olja, so šle, govorimo o jedilnih oljih, sončničnih oljih, in praktično sem videl včeraj posnetke, so police prazne v trgovinah, ker je panika, ljudje tega pokupijo za hude dneve, tako da to je ena stvar. Druga stvar, hiperinflacija, za hiperinflacijo pripravljajo deflacijo. Kaj to pomeni? Se pravi, hiperinflacija nastane takrat, ko v bistvu tiskaš ogromno denarja in razvrednotiš valuto. Recimo, mi smo v tem coachingu smo dali en graf, da je bil $100 leta 1913 skupne vrednosti današnjih $3. Se pravi, še zmeraj $100, samo kupaš pa skoraj nič za ta denar. Dali smo primer, mislim, da košarice... Za jabolka. Jabolka, ja. Jabolka. Takrat smo rekli, da rečemo, ko smo že rekli, 100 evrov, za $100 si kupil recimo 100 gajbic,
Nekaj takega. Ja, zdaj pa kupaš lahko samo še 3 gajbice jabolk za isti denar, za iste $100, ne? Ker je kupna vrednost tako manjša. Ampak gremo na deflacijo. Kaj deflacija pomeni, ki jo pripravlja? Se pravi, vse krize, ki so se zgodile, vse, kar se dogaja, to so vojne, to je vse umetno sprožen. To so globalisti, ultra bogati, kakorkoli jih imenujemo, elita, vse umetno sprožili. Recimo, jaz sem cel življenje v bistvu študiral finance, v bistvu imam mednarodno knjižno uspešnico z tega področja, da sem šele pred zadnjimi nekaj leti spoznal, da vsake 5 let naredijo majhno krizo in vsakih 10 let veliko krizo. Če rečemo 2008, ki je bila ta pač za nepremičnino kriza, ki se je v Ameriki začela in tako naprej, ne? Kaj so naredili takrat? Zelo preprosto te stvari počnejo. Zdaj so natisnili ogromno denarja in ga dali obtok in potem samo iz obtoka vzamejo ta denar, večino tega denarja. Recimo, če imamo 5 litrov krvi v telesu, pa če vzamemo 3 litre ven, kaj se zgodi? Kolaps. In tako se je zgodil tukaj. In potem ne bomo zdaj tu vse life coachingu razložen, imate brezplačno na naši spletni strani. In kaj se potem zgodi? Zgodilo se je to, kar se je zgodilo, da pač nepremičnine ljudje ne morejo enostavno kreditov za hiše več plačevati in izgubijo hišo, a dolg jim še ostane in tako naprej in tako naprej. Torej, pričakujemo oziroma pripravlja se hiperinflacija, naslednji korak je pa deflacija. Kaj to pomeni, če gremo za podjetja? To pomeni, če imate vi zdaj recimo določeno ceno. Dolar ali pa evro bo spet več vreden, sploh pa ta Y se jo zdaj grejo. Zdaj je razvrednoten, potem bo pa kar enkrat več vreden. Ampak to pomeni, bo več vreden, recimo produkti, cena produktov, izdelkov se bo pocenila. Ker se bo pocenila, bo za podjetnika možna manjša marža. Ker bo možna manjša marža, bo mogel odpuščati določene ljudi, ker jih ne bo mogel plačati. Ker bojo odpuščeni ljudje, jih bo na zavodu za zaposlovanje ogromno ljudi in tako naprej in to pomeni eno veliko krizo, ampak še enkrat, to je vse umetno narejeno. Nobena kriza ne nastane drugače, kot je ene par glav, ki odločajo, globalisti ali kakorkoli jih imenujemo, ki so to v bistvu umetno sprožili. Kaj je prišla replika, ko si ti govoril o prehrani, ne? Da končno, da je Slovenija lahko postane čudovit zgled ekološke dežele v celoti, je pa jasno potreba izobraževanje. Imamo pa še eno, kar smo govorili pač na financah. Pri temu lahko še vskočimo, Polona je že organizirala za vse slovenske županje Točno, ja. Izobraževanje o... Malo boš spomniti. Malo ne boš spomniti, ja. Za vse slovenske županje, jaz sem bil povabljen kot predavatelj takrat. Aha. Samooskrba. No, Kam si nam šla? V finance čiste, dolarčki. Vse je deflacija, je čist. Res je. No, tako da hočem reči, glede na vprašanje, pa sem mogel skočiti, ker drugače bi preskočil. Mi smo že teh izobraževanj veliko naredili. Anton Komat, ki mislim, da ga danes tudi še omenil, ne? Tudi. Ali pa mogoče že v tej priliki ga omenjaš, že desetletje piše o temu, kako smo rekorderji po kvadratnih metrih naših trgovskih centrov. Ne? Mogoče kar omeniš, ker si prej že... Da namesto, da bi zemljo, ki je rodovitna, skrbeli za njo, pa kar je še hujš, največji problem v Sloveniji je, da se dajo državne subvencije za pridelavo nekih poljščin, ki na tisti zemlji nimajo kaj početi. In pol mi mislimo, da je problem suša pa nekaj, ampak problem je v tem, da na napačni zemlji z državnimi sredstvi veliki kmetje pridelujejo tisto, kar država subvencionira. Ključ ali pa rešitev, kot je jasno povedal zmeri tudi gospod Komat, je v tem, da spet spodbujamo male kmete, da mi razumemo, da hrana ne raste v veleblagovnicah, ampak kaj pomeni stik z zemljo, kaj pomeni, ko posadiš hrano, že samo to, da roko daš v zemljo. In on je zelo jasno povedal, prehranska varnost, energetska varnost, monetarna varnost in na vseh teh področjih suverenost, samo to nas dela kot državo. Vse ostalo je odvisnost od mednarodnih in korporacij, združb, kapitala in vsega.
Imamo še, ali pa gremo najprej takole, ker smo govorili o prehrani, o samozadostnosti, je prišel en tak zanimiv predlog. Kaj, če postanemo DOO in pričnemo delovati kot Dermahur skupnost pri Torinu. Nisem si še ogledala njihovega sistema v živo, piše, se pravi s svojim denarnim zdravstvenim sistemom. Kompletna skupnost, Ja, paralelni sistem. poznate. Ja, mikavno, ampak pri tem moramo ves čas samo razmišljati o tem, ne? Ko razmišljamo paralelni sistem, ne pozabimo na to, da ta sistem je naš, šole so naše, zdravstveni domovi so naši, ne glede na to, v kaj jih želijo spremeniti. Mi usporedni sistem naredimo ali pa ga uvajamo zato, da v situacijah krize preživimo, ampak mi moramo potem sistem postaviti za celo državo, ker nikoli ne bo nek odmik rešitev za vse. V državi pa vendarle vsi živimo. Slovenija lahko samo država vseh Slovenk in Slovencev, ne zdaj enih, pol pa drugih. Zdaj bomo pa mi rekli, zdaj bomo pa mi na oblast prišli, pa bojo oni trpeli. Ja, ni res, ker pol nismo nič naredili. Tukaj imamo vprašanje, ki smo ga že omenili danes, kaj menite o univerzalnem temeljnem dohodku? Sliši se fino iz prve, ni treba nič delati, pa imaš vseeno zagotovljeno preživetje, ampak to se lahko potem izkoristi za kaj slabega, se pravi tudi za tisto, kar si omenil, Karla Švaba, ne boste imeli Klausa Švaba, ne boste imeli nič, pa boste srečni. Nažalost je ravno problem agent zmeri, kako dobro idejo, ki v bistvu temelji na participaciji v državi, torej da državljani smo soudeleženi pri nekem dobičku ali pa pri tem, da se naše rudnine, blagostanje naše države, torej naši viri izkoriščajo, da smo pri tem soudeleženi. To je v bistvu bil primarni vidik nekega univerzalnega temeljnega dohodka. Ne zdaj to, da pomeni nič ne deli, pa boš dobil, ne vem, jurja na mesec, pa vse v redu, ker to pa je zdaj agenda, ki da bi ti nekdo pa ponudil, vi nič ne skrbite, vsak bo dobil, ne vem, našli smo rešitev, ni konc je vaših težav, tudi če so propadla vaša podjetja, obrti, tisto, kar so vaši stari starši postavljali, nič ne skrbite, zdaj boste imeli vsi 500 evrov ali pa 1000 evrov na mesec, ampak kje tiči past? To bi spet verjetno neka količina ljudi rekla odlično. Potem bi pa kakšen mesec zatem prišlo, zdaj pa ne bo več zdravstvenega zavarovanja, zdaj pa ne bo več pokojninskega zavarovanja, zdaj pa ne bo več socialnega zavarovanja. Kaj to pomeni? Ti boš mogel tisto, kar zdaj recimo plačujemo na mesec X, bo potem operacija toliko, če boš hotel nekaj, bo toliko, in kar naenkrat boš ugotovil, tisto, kar si uvodoma rekel, imaš nič, ampak misli si, da si srečen. No, pa še nekaj so rekel, to je Klaus Schwab, World Economic Forum, in 3 knjige na to temo napisal in noter jasno razloži, da bodo pisali vse naše dolgove, ampak v zameno za to bomo pač mogli dati svoje nepremičnine, oziroma svoje lastnine, in zato nimamo nič in smo srečni. Ampak zdaj pa pogledamo kontradiktornost. Par let nazaj so nam iz davkoplačevalskih sredstev 5 milijard naklonili za sanacijo bank. Kdo od nas je bil temu deležen? Verjetno nihče. Prijatelji od prijateljev so delali neke čudne posle in 5 milijard davkoplačevalskih, namesto da bi jih dali za samooskrbo, za energetsko samooskrbo, za razvoj mogoče komplementarne valute ali pa zlate rezerve v končni fazi, ne. Dali smo za to, da smo pokrili prijatelje od prijateljev. Tako da Kar tako ti nihče nič ne da. Vedno in nekaj potrebuje v zameno. Jaz bi preden odgovorimo na to, bi šel na en vprašanje, ki tega, ker počasi se bližamo koncu. Ker v bistvu dve vprašanji sta bila zdaj bolj zate, ne? No, izvoli. To ali je potem, kar si ti govoril, nevarno zajemeti kredit, pa še eno je bilo, ali se bo rešilo vprašanje kreditojemalcev v švicarskih frankih v Sloveniji. Zdaj nam ni rečeno, da zate lahko tudi vidno. Kar se švicarskih frankov tiče, kot vem, pravnih izzivov za rešitve tega ni več. Les pa je, da se nisem poglabljal v ta primer, tako da če ni pravnih ovir, kar vem, jih ni,
je verjetno samo stvar implementacije, tako da žal pa ne poznam podrobnosti, se opravičujem. Boris, je nevarno imeti kredit, Ja. kaj meniš? Če nevarno imeti kredit. Ja, zdaj. Pa ne sam zdaj. Nikoli ni dobra To stvar. je odlično vprašanje. Osnova je, in spet bom rekel, en seminar sem posnel 30 let nazaj, ga imate tudi na naši spletni strani, Stvarna denarna vrednost, ga imamo, je brezplačen in tukaj je to odgovorjen. Se pravi, vsi krediti so ene špekulacije, ki nikoli ne veš, kako se bodo končale. Se pravi, Jazbinškov zakon, recimo, se je splačal takrat. Primer, to je bil enkraten, si lahko dobil stanovanje, dvosobno stanovanje za 5-7 tisoč evrov, mark je bilo takrat, če se ne ker valute, mark je bilo, ja. In takrat se je to išlo, ampak, torej, sedaj kaj tvegamo, se pravi kredit, zdaj, če mi ujamemo to hiperinflacijo, vzamemo kredit in kupujemo, to je naredil leta 33, sami mi pa zdaj šel, ki je noro obogatel. On je ogromno kredita vzel, kupil stvarno vrednost, podjetje kupoval in potem pač ta denar je pač bil nič vreden, podjetja so bila pa ogromno vredna in je postal zelo bogat. Recimo, če dam zgodovinski primer, ne? Ampak so pa po drugi plati pa take pasti, ker mi nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjem momentu. Tako da jaz osebno sem zagovornik stvarne vrednosti, se pravi, dajmo tako odgovoriti, če si podjetnik in si izkušen podjetnik, potem lahko špekuliraš v bistvu s krediti. Ker pač, če ti podjetje propade, ti ne boš zaradi tega izgubil na hiše, razen če nisi hipoteko dal, ampak če si pa fizična oseba in da tle špekuliraš in daš, ne vem, nepremičnino kot garancijo, pa lahko staneš brez vsega. Tako da ni direktnega odgovora, ja ali pa ne, ni belo, ne črno, ker ne vemo, kakšna bo situacija. Negotovo je. Ampak gotovo je to z namenom, ne, da nas na nek način privežejo s tem, ko se zakreditiramo. Polona, to je super, to sem pozabil povedati, izhodišče 2.8. Kaj so naredili? Tudi Slovenija je bilo isto. V obtok so dali ogromno denarja in ljudje so imeli občutek blagostanja. Najemali so veliko kreditov, to se isto zdaj dogaja. Najemali so veliko kreditov. In dejansko potem so pa iz obtoka vzeli denar in kar naenkrat so banke zahtevale kredite nazaj. In si mogel plačati, če ne si mogel tisto, kar si dal na neki hipoteko, so ti pač vzeli. Ne? In to isto sumam, da se zdaj dogaja. Ne morem garantirati, ampak kar se tega tiče, recimo takrat še ta primer, če je bila hiša v Ameriki vredna, se ne vem, če sem spomnil, $500 000, si ti plačeval, recimo si bil sposoben plačevati mesečno $2100 kredita. In potem, ko se je zgodil pač ta kriza, je dejansko tvoja hiša $500 000 bila vredna samo še $300,000, ker se je pa obrestna mera za kredite dvigala zaradi vsega, zaradi krize, si pa ti, če je šlo na 6%, si že plačeval, na pamet govorim, si imel obrok mesečno $2,800. Če je šlo na 9%, je bil pa obrok že $4,000 približno, na pamet govorim, se pravi, o tem coachingu sem to točno povedal. In kaj pomeni, če si lahko plačal $2,200, potem si plačal $2,200, ne $4,000. In potem so ti vzeli hišo, ki so ti ocenili $300,000, osnovna je bila $500,000 in propad je bil neizogiben. Zato pa imate zdaj v Ameriki toliko, recimo v Kaliforniji, v Hollywoodu skrivajo cele četrti klošarjev, ki živijo v šotorih. Veliki Hollywood, ne? In San Francisco in povsod. Tako da, jaz vam lahko to povem, no, jaz kredita sigurno ne bom vzel. Rajš mirno spim, kakor pa da riskiram. Ali pa tisto, kar so mogoče pred desetletjem govorili o varnosti, če imaš košarico različnih valut, je mogoče danes to, ravno to, kar so bila vprašanja. Ne? Nekaj je pač denar kot fizični denar, nekaj je neka kovina in zagotovo, tudi ker je bilo vprašanje o kriptovalutah, sam sem spremljal tudi kakšne astrološke analize kriptovalut, ki kažejo, da zagotovo ima prihodnost. To ni nekaj, kar bi se ustavilo letos, naslednje leto ali pa v naslednjih par letih, ampak ima potencial. In verjetno pametni vlagatelj bi danes gledal vse te tri stvari. Pa še eno stvar smo prej pozabili povedati pri rešitvah, kar se tiče države, pa tudi, kar si ti govoril o denarju.
Ena od stvari, ki se jo moramo zelo resno lotiti, je, da gotovino oziroma denar vpišemo v ustavo, da ne pridemo tako daleč, kot so te težnje globalistov za neke digitalne valute, ki bi nas... Točno to, ker tist pomeni konc, ker pomeni, če ali se ne boš cepil, ali ne boš spoštoval ukrepov, ti boš vzemo tvoj račun. In ne boš digitalni račun. Konc. Ja, ne boš nič jedel. To je to. Pa pomri. Ko boš lačen, boš pa Znajdi se. pameten. Ja, in potem bo prišlo tisto, kar smo prej govorili, kot je tudi tu napisano, da en možnost, ne, da hodiš od posameznika do posameznika, se povežeš glede hrane, kupuješ od njih, preverjaš kakovost in na ta način nastane skupnost, ki pravzaprav je ena možnost, da bomo preživeli za te težke čase. Lokalna In kako ekonomija. si rekel, majhni smo, to je naša prednost, ne? Ampak ne slišimo. Ko sem Poloni prej rekel, ki je bil iniciator, da smo naredili izobraževanje za vse slovenske županje, in hvala takrat za vabilo, sem jaz predaval, dejansko se skoraj nič ni v praksi uvedlo. Ampak to je tisto, kar je problem. Zdaj smo na snežni kerpi. Tako, Zdaj smo na 8000 podpisih. Zdaj rastemo. In naj bo eno ključnih sporočil nocoj, da nehimo razmišljati o problemih pa o težavah, ampak kreirimo rešitve. Če smo mi uspeli skreirati v letu pa pol 8000 podpisov, pa ne strankarsko listo, ne mi ves čas v eter dajati problemov, pa kaj nam hočejo, ampak kaj mi hočemo. Ja. In s tem naredimo. Spet si bil sinhroniziran z enim četom. Vrhunska debata. Hvala vam vsem 4 za prave teme in reševanje, kot si rekel, res aktualnih izzivov v bodočem novem parlamentu. To pa verjetno odlična gosta, da sta. Hkrati se nam je podprla še ena nova tema, ampak glede na to smo rekli, da bomo 2 uri skupaj in ravno ste se iztekli. Ampak naslednja tema je zelo široka, mogoče za še eno novo debato, je pa šolstvo, ne? Ker tu je napisano, da pravzaprav imamo še pruski sistem, ker se vzgaja taka miselnost, da ko inteligenca v bistvu mora slediti enim ukazom, dani besedi, ne pa izkustvom. Tako in ne razmišljati, ne? In da tu ni dober šolski sistem, ampak kot smo rekli, ne? To... Se veselimo naslednje priložnosti. Ja, dajmo vsem še za konec en tak vprašanje, ki je pa v bistvu, smo se pogovarjali, pa ga moram postaviti, ne? Ja. Pred začetkom smo se pogovarjali, da je politika zelo nevarna, narekovajo igra, in da morda riskirata svoje življenje. Ali sta pripravljena umreti za dobro slovenskega naroda? Eno mojemu kolegu, ki je danes z nami prisoten, sem 20 let nazaj postavil vprašanje, če je pripravljen za posel umreti. In jim je vrhunsko odgovoril, ne, nisem pripravljen umreti, ampak sem pripravljen zanj živeti. Dočim danes je pa povsem druga situacija, ker kot kažejo, so v prihodnosti naslednji izzivi svoboda, finance, energija, hrana, še kaj? To so ključni, ampak naj bo naše, v vseh nas, ključno vprašanje, ali bomo pripravljeni umreti za spremembo, ali bomo pa umrli v agendi. Ni, tretje opcije ni. Umremo v vsakem primeru, ne? Sam... Amo lepo umrla grdone. Polona, kaj ti praviš? Ja, jaz povem svojo izkušnjo, ko sem bila na tej prelomnici, da se odločim tako korenito. Sem se v enem trenutku resnično sploh nisem bala smrti. Sama sebe sem presenetila s tem in sem rekla, če je to, lahko rečem fino, doživela sem toliko let, ko mogoče nekateri moji prijatelji so pač že preminuli zaradi bolezni, imam 3 odrasle otroke, doživela sem tudi, da sem babica. Če mi je namenjeno, pač bom šla tudi v to smer. Res, nekako sem se spravila tudi s to možnostjo. Wow. Jaz bi se vam, oziroma midva, razen se navaš ti posebej, zato sem rekel, jaz ta prvo, ne, bi se vam res v srca zahvalila za vajen obisk, za vajno srčnost, za vajno iskrenost. Rekla ste že na začetku, ni nobene teme, o kateri ne smemo govoriti, lahko postavimo poljudno vprašanja. Vas bi pa prosil, ker ste napisali, da je to top novica, hvala za izčrpno predavanje, še enkrat, dokdaj je rok za oddajo overjenega podpisa? Je že odgovorjeno, do jutri. Ja. Gremo naprej k zmagi, srčno hvala, lepe pozdravje, super ste vsi 4, hvala za vse povedano. Kar hočem reči, če vam je bila ta tema res tako všeč, napišite nam,
Alex, kater mail damo? A damo? Kako? Info. Aha, kar napiš ga. Napište na naš mail, da želite, da še nadaljujemo, ker tem je ogromno, ker zdaj žal, jaz se vam opravičujem, v živo ne moramo, da bi v živo vprašali. Tudi v končni fazi vaših slik prav veliko ne vidim, oziroma nimate verjeten kamer, ampak napište nam po mailu, bomo vse prebrali. Jaz osebno vam samo to zagotovim. Bilo vas je ogromno prijavljene, stotine na to srečanje v živo. In hvala, ste zdaj nekateri še slik se da nas vidim, da vam pomagamo lahko. No? V glavnem, če boste želeli, napište, pa bomo mi s tem nadaljevali, ampak na način, da boste vi res lahko kreirali. Ker sedaj smo bolj mi sprašvali in vaša vsa vprašanja, se vam res opravičujemo, nismo mogli odgovoriti, ampak lahko pa znova sodelujemo in odgovorimo na čisto vsa vprašanja, ker zdaj ste videli, to je bilo v smislu, Tijan živijo, imamo tudi 9-letnike, ki nas posluša, redno, pa njegova mamica. Tako da, samo sporočite nam, bomo posneli, jaz mislim, da bi še prišla. Absolutno. Okay. Zdaj po vsem tem obdobju, po vseh teh podpisih, po težkem delu, bo zdaj še veliko težje delo, ampak na ta način res dosežemo lahko naenkrat ogromno ljudi, kar je nujno pomemben. Kot smo govorili, mi rabimo informacijo, ampak tisto pravo informacijo. Tisto informacijo, zaradi katere je vredno živeti in tudi mogoče vredno umreti. Kako ti rečeš na koncu japonski? Ne, lahko bi danes zaključil s tole mislijo, ki je podana. Napisano je, zaupamo vam nam, tudi mi zaupamo vam nam. Tako da lep večer vam še želimo in se vidimo naslednjič. Lahko noč. Lahko noč.